dale pa ura 10, zunaj pa dež pada, jaz pa še nisem tekel, pa moram jo vsak dan, iz dneva v dan. Tudi če sem bil bolan, prehlajen, ne vem, anginco, jaz sem šel, pa sem počel tisto, kar sem imel rad, in to pa pušča posledice, ne. Ni več tiste prave domačnosti na mnogih trailih, ne. Ni več, ne vem, preveč je že zadeva ratala tekmovalna. Mislim, da če imaš ti glavo pošlihtano pa skoncentrirano na to zadevo, da boš cilj videl, mislim, da se to da narediti s treningom za 100 km dirko. In je rekla, Roman, tretji si. Potem je pa bil eden, ne vem, z lučko pad za mano, ne vem, kakšnih 100 metrov, me je počasi dohiteval. Jaz sem rekel, ta me ne bo nažgal in je ti zadnji kilometer, mislim, da sem ga oddelal, ima 4:30. Trail je meni veliko dal, moram tudi jaz nekaj njemu nazaj dati, ne. Spoštovane drage dame in dragi gospodje, ja, noro, sezona, trail tekov, cestnih tekov, gorskih tekov, beer milov, ni, da ni, vse se dogaja, kot bi rekel, prejšnji vikend, ta vikend. Jaz priznam, ta vikend ne grem nikamor, nikamor teč, mnogi grejo. Kaj pa moj današnji cenjeni gost, ja, stvari so resne, spoštovane, z mano je sam presvetli Roman Jež. Roman, živijo. Živijo. Si danes že tekel? Nisem tekel, sem pa hodil. Bil sem na Rašici, tako da tečem zdaj bolj malo, zdaj bolj hodim. Zdaj sem že proti penziji, grem pa moram bolj hoditi. Take mlade že zdaj dajo v penzijo. Koliko pa imaš še do penzije? Ne, imam jaz še do penzije, sam pravim proti penziji se gibam, tako da se prvajam, a veš, počasi. Ja, jaz se večkrat pošalim, da mi smo začeli hoditi proti penziji, ko smo nastopili prve službe, zdaj smo malo obupali na tem, da jih bomo kdaj dosegali, te naše penzije, ampak nič ne de, ne, bomo pa do smrt delali, se radi delamo tisto, kar delamo. Kaj ti delaš, Roman? Jaz sem drugač kuhar in delam kot kuhar. Si bil omenjen, ja, omenjen si bil v enem od prejšnjih podcastov z Alešom Žulovcem, ja, on te je omenil, da si tudi eden od tistih, ki ga je palil v tem teku. Kaj pa najrajš skuhaš, kje kuhaš pravzaprav? Ja, kuham jaz v Banki Slovenije. Kaj zdaj najraj skuham, ne vem, meni so najbolj ljube kakšne čorbe, ne. To mi je najbolj ljubo, žar mi nekako ne potegne glih, ampak pečem dosti, ne, v službi doma, ne, tako drugače pa najraj kakšne čorbice, to mi je to najboljšno. Se pravi, so v Banki Slovenije hvaležni gostje, konzumenti? Ja, upam, da so, no, upam, da so. Eni pravijo, da smo kar v redu, glede na okolico, nekih pa hod ven, ne, tako da vsak ima svoje želje pa svoje kako bom rekel, okuse. Mislim, glede na to, da delaš v glavni finančni ustanovi, ki državi, ne, ki vpliva na vso našo, bom rekel, monetarno politiko pa finančne zadeve, potem, če bi ti, ne, slabo skuhal, pa bi imeli tam prebavne težave, bi to vplivali takoj na obrestne mere, pa bi šlo vse hudiču, tako da imaš odgovorno delo. To pa absolutno, veš, da to bi pa, bi bil kar propad sistema, ja, da jih, ne vem, 30% ljudi ne bi naših hodil. Bi bil kar problem. Tako da treba kar merkati pri teh stvareh. Ja, ljudje tam... Kakšnih prebavnih težav. Ljudje tam zunaj sploh ne vejo, kdo so tisti, ki res vplivajo, rekel, na politiko v Sloveniji, na izvršno oblast, pa tudi na bančni sektor. Jež, res, kaj pa ti najraje ješ, gospod Jež? Tudi tisto, kuham, ne. Čorbe so mi najbolj ljube, ne, tako da, pa bom rekel, pa sladke stvari, ne. Ampak to more biti ne neke sadne zadeve, ampak tako, čokolada pa orehi pa močne take sladice, ne. To je prva liga, ne. Seveda dosti pojem pa take, tako, no, da recimo, da se zdravo prehranjujem, no. Doma si ti pol glavni kuhar ali žena? Nič več. Včasih je bilo, zdaj pa ne več. Zdaj pa samo po potrebi še. Samo po potrebi. Ja, tukaj gor je vsega, veš, pa vse veš, kako to izgleda. Se pravi, ne nosiš dela domov na en način, ja? Ne, no, tako približno. Tudi doma pa tudi ne morem delati, tako da je to problem, ne, ker zdaj, če dalje več folka dela od doma,
meni je pa to prikrajšan. Ti pa razen, če pojk teb hodili, ja, pač na tiste čorbe, sem se nimaš dosti Ja. placa, tam le pod Šmarno goro. Pojk, kaj si danes skuhal, evo, bom pa tako rekel. Danes sem pa skuhal, ker danes sem bil res doma, še star dopust koristim, sem pa skuhal ajdovo kašo z bučkami, pleskavico, zraven pa rezinca sera in to je bilo zame kosil, pa za ženo tudi, tako da čisto v redu. Mislim, Pa bo noro. v redu. Slišal si v redu, malo smo se zaslinili, zdaj Ja. fajn. Zame res zdrava hrana, zdaj ti zdravo ješ očitno, ampak a si bil Ja, ti cel... tako ješ, a veš. Ti si ješ, ja, ješ, ampak ta ješ se nikoli ne zredi, a ne? A si bil cel Ja. življenje taka prekla suha. Tako se vojaške kile držim. Tako da Noro. ti povem, v vojsko sem šel z 72 kilami, z vojske sem prišel z 79, zdaj sem pa na 80. Držim skozi, stalno. Za svojo višino, Pol- ki meri. 1,90 m. Noro. Veš, kakšen sem šel v vojsko, šele če sem v 72 kil. Mislim, a pripisuješ to, kaj, genetiki, prehranjevanju, teku na vse zadnje, a? Je genetika, pa veliko gibanja, pa kot si rekel, ja, prebava urejena, tako da pa gibanje. Ne. Gibanje pa spodbuja prebavo, tako da sem skozi tako. No. Jaz moram, pravim, se najem, pa že odložim. Čez 10 minut že odlagam. Tisto, kar je v staro, a veš, tako da spraznem. Mislim, da jaz tudi sodim bolj v to kategorijo kot tune počasne prebavljalce, ja, in se mi zdi to prej blagoslov kot kaj drugega, ne. Ampak ja, to je tudi pač prehrana, pa tudi genetika, no. Genetika je velika. Ja. Hvaležni za to, kakorkoli. Zdaj, spoštovane, sej vem, da veste, kdo je Roman Jež, ja, če ne veste, boste izvedeli zdaj v naslednji dobri urci, da je iz Gameljn, ste ugotovili po tem njegovem žlahtnem naglasu izpod Šmarne gore. Ja, Tako je, ja. To je to, da je na trail sceni pač kuhan in pečen že več kot 10 let, tako vsi veste, ki ste zašli na kakšno od teh slovenskih ali širših dirk, je v teku vse, kar je omembe vredno, saj tvoji statistiki je tako, Roman, v teku si, če sem prav preštel 700 pa 200 milke, pa Tako je, res, ja. UTMB, Klukca, kajpak, cestni maraton, večkrat vprašam tekače na trailu, če so tekli cestni maraton, Roman je začel tako in jih je v teku skoraj 20, Klukca, Radence tudi. Tudi, ja. Najtežji maraton slovenski. Ja, evo, jaz pravim, če hočeš biti v Sloveniji pač kot maratonec priznan oziroma imeti diplomo, da si maratonec, moraš Radencev teči, a ne? Ti si v teku še, ne vem, Bovc, pa v teku si Istro. Ja. Tako da tleti nima nihče kaj za učitati, ne? Si pa znan, ja, v zadnjih letih se je posebej po koroni, potem, da si delal tiste nore podvige tamle na Šmarko, ta prvi je bil Everesting, potem je bil dvojni Everesting, zdaj. To je bilo nazadnje, ja. Jaz sem mislil, da hujš od Everestinga ne more biti, potem pride Jež naredi dvojenga, pa reče, pa sej, a ne, mogoče bom pa kdaj trojenga in potem ugotovim, izvoli, ja, nekaj shod. Ja, mislim, da trojenga ne bo več pelal, ker je zdaj majhen, kako bi temu rekel, motor telesa načet, tako da trojen ne bo več pelal, ampak bil pa je že zdaj v glavi trojni, ampak je bil dvojni, še zdaj mi ni čisto jasen, kako je rato, ampak tisti enojni, ne, ki so mi pa že vsi sprašvali, ne, tisti pa mislim, da ni bil neki ekstrem, ne. To pa ga lahko, vsak ima voljo, pa glavo pošliktano, mislim pa, da ga lahko naredi. Dvojni je pa že malo bolj zahteven, ker ni spanja vmes, ne. Tiste pa že malo obdela, bom rekel. Ja, glede na to, da poznam kar nekaj fantov, ki so se lotili teh podvigov, pa so imeli vsi kar dosti enojenga, no. Ja, pa zelo, bom rekel, natrenirani, ja, fantje, marjasci, žvali. Ja, pa niso noben je rekel, da je bilo lahko ti se dvojenga, res noro, ampak preden se potopiva v to, pa to tudi na koncu bo obdelala še to, da keglaš, ne, ta stvar mi pa sploh, Ja, ne. to je pa zdaj šport zame. Mislim, ja, Sergača, ne, pokojnici balinajo, ne, pokojnici, ne, ampak to imam še caj. ti imaš do penziona še ful daljša, ne, si pa keglač, ampak to bo na koncu, najprej me tole zanima, ne, kar si sam načel, ne. Pa vem, da pač
te to žuli, pa da to ni najboljša stvar, ki se ti je zgodila v življenju, praviš, da je pač motor na manj obratih. Kaj se je zgodilo, Roman, s tvojo mašinco? Ja, lej, to nekaj jih ve, nekaj jih ne ve, pa me čudem gledajo, kako sem zdaj jaz bolj tam v zadnji, v vrsti, a ne, če kam gremo, a ne. Zgodilo se je to, da sem imel jaz težave z aritmijo že mnogo let, ne. Tudi dvojni Everesting sem z aritmijo delal in to stalno aritmijo, ne. Potem je pa moja pumpa toliko, bom rekel, opešala, ne, da ni bilo več rešitve, kot da sem mogel zmanjšati zadeve, zdaj poravnam še nekako gre, v klanc ne gre več, da bi tekel, a ne, hodim veliko, ne. Tako da so mi zdaj pacemaker ustavili in imam limitiran puls, 150 je gornji limit in to je kar lahko dosežen, zato pa ne gre več. Zato se pa zdaj treba malo umiriti in je kegljanje dobra alternativa temu. Pri kegljanju praviš, pa ne gre čez 150, ne? Ne gre. Tudi če kdaj grdo fališ, pa... Nič hudega, ni take panike. Zdaj pa vidim, tale polet, ko je pa vroče, ne, je pa tudi kriza, ker pumpa v bistvu ne požene dovolj krvi v mišice pa v glavo in ni kisika in si kar malo tak, kako bom rekel, kar malo motičen. Tako da je na svežem zrak biti 10-krat bolj kot pa v zaprtem prostoru. Ampak tudi to bomo preživeli. Pravijo tako, ne, do 50. leta jih malo umeje, po 50 mu pa vsak. Malo sem mu še boril, nima več dolg, malo sem še boril, čist malo. Ne bom se malo, ker se bom kar malo več, ne. Človek je rekel. Ja, zdaj si šele začel. Evo, za tiste, ki morda tam zunaj ne vejo, pa poznam zdaj že kar nekaj tekačev, predvsem mlajših od tebe, tudi kakšnega starejšega. V zadnjih letih se mi zdi to, da je kar dosti pognosta diagnoza, počasih morda ni bilo toliko diagnostike na tem področju, pa so ljudje imeli težave, pa niti niso vedeli, za kaj gre. Kaj pravzaprav je aritmija, Roman? Daj mi ti povej, ki si to zdaj pač dal skozi in bil že. Lej, to je zadeva je tako, ne, eni imajo aritmijo, ki jih, ne vem, strepi samo za par sekund, ne, srce začne narobe biti, v bistvu utripati, ne uno, da bi na polno delal, ampak eni imajo to napad, samo, ne vem, ki traja par sekund, se ustavijo, ne vem, tudi na tekmi sem že videl take, so se ustavili, sred tekme ustavili, počakali 2-3 minute, pa je srce začelo lepo nazaj normalno delati in so šli naprej, ne. Pri meni je pa ta aritmija bila stalna, v bistvu in srce, ko je v aritmiji, v bistvu nima tistega polnega utripa, tistega polnega pulza, ampak samo utripa in ne požene dovolj krvi naprej, ne. In pri meni je bilo pa to stalno, ne. Jaz sem v to stalno aritmijo, zdaj zadnje 2-3 leta, tako da ni bilo več drugih opcij, kot pa tale spodbojevalček noter, ne. Kakšen je to, srce v bistvu ne utripa, normalno fibrilira v bistvu, ampak... Tako, ja, veš kako je, to v bistvu 3-krat v sekundi na hitro tako, v bistvu malo utripne, potem pa 2 sekunde ni pulza, pa spet 3-krat na hitro utripne, pa spet sekundo 2 ni pulza, pa na ta način dela, ne. Kako se pa počutiš, recimo, takrat, kako si se počutil? Ja, jaz sem se tega navadil in sem se tudi čisto normalno počutil, ker se je telo tudi navadil, pa prilagodil k temu, a ne. Je pa, si pa stalno utrujen, no, tako bom rekel, no, stalno si utrujen, a ne, ker se pravim, mišice nimajo kisika, možgani nimajo dovolj kisika, če si ti zelo aktiven, a ne. Tako da je kar problem, no. Nismo nič kakšne epizode, da bi se ti zvrtel, da bi obnemogel, da bi, ne vem, imel kakšno... Ne, je pa to, bom pa tako rekel, ne, pa pol to, ko sem se s kardiologi pogovarjal, ne, glede tudi na fizično pripravljenost, ne, če si ti fizično zelo pripravljen, dobro pripravljen, potem te, kako bi si ti rekel, napade, a ne, ker ti v bistvu pritisk pade, nekako obstaneš na nogah, ne. Tisti, ki je pa slab pripravljen, se bo pa samo ulegel na tla, ne. Recimo, meni se je to že zgodilo, da ko sem vstal ali pa tako, pa se me malo zarolal, ampak sem 2-3 sekunde postal, a ne, primeril, pa je bilo v redu, pa smo šli naprej, ne. Kakšen pa pri teh zadevah pade dol, ne, ker mu zmanjka tistega powerja, ne. Poznaš
še kakšnega sotrpina, recimo iz tekaških vod, ki se mu je kaj takega pripetilo oziroma se mu diagnosticirali podobno? Bila sva, ko sem bil jaz prvič v bolnici, sva bila prav z enim atletom, ki je isto star kot jaz, je mu isto zadevo, ko jaz diagnosticirano, pa je mu isto operacijo, ampak mene so recimo v tistem primeru, v prvem primeru, to je bilo 20 let nazaj, so me usposobili, da sem bil v bistvu 12-13 let brez aritmije, ne? Njega pa nikakor nisem mogel vzpostaviti, tako da je to čisto odvisno, ne? Od človeka samega. Ne? Kaj so ti takrat naredili, so ti srce na novo zagnali, ponavadi to Ne, delajo? dobro, teh zadev sem imel enih 6-7-krat, ne, da te v bistvu uspavajo, pa te z elektrošokom konvertirajo, ne, da ti potem srce začne normalno naprej biti. Tega sem imel enih 6-7-krat, imel pa sem ene 3 operacije, ki ti v bistvu se reče ablacija, ko ti v bistvu grejo čez dimlje noter, pa potem do srca in ti potem žgejo po srcu v bistvu tiste točke, kjer ne bi prišlo do aritmije. Ne. Zdaj pa, ker sem imel jaz v bistvu že vse požgano, niso mogli več ugotoviti, kje prihaja do aritmije, so mi pa pač namontirali tole zadevo, da zdaj pacemaker uravnava bitje srca. Ne. Veš, morda so ti uspeli povedati nekako usmeriti, zakaj je pri tebi do tega stanja prišlo, vendarle si športnik celo življenje? Ja, to prihaja od teh naporov, prihaja do tega, bom rekel, tudi od dehidracij, pa jaz se nikoli nisem šparal. Jaz tudi, če sem bil bolan, prehlajen, ne vem, anginco, jaz sem šel, pa sem počel tisto, kar sem imel rad, in to pa pušča posledice. Ne, tako da hočeš reči, da tudi brazgotini srce ali povzroča neke nevrološke spremembe, ki vplivajo na ali kaj? To ne vem, ker toliko se ne spoznam, toliko tudi nisem spraševal. Je pa definitivno te zadeve, recimo te prehladi, ki jih mi jemljemo za lahko, ne, pustijo posledice na srcu, pa potem, ne vem, bom rekel, preutrujenost, pa ti še kar zmeri teraš, ne, se pravim, to je tako, kot bi avto nekje brez ola, pa bi ga ti še kar teral, mu ne bi pustil, da se, ne vem, vse sprav, ne, to je pa podobna zadeva, ne. Malo smo pretiravali, no, pa zdaj pa drugi pa tudi pretiravajo, mogoče še bolj, ali pa še bojo, ne, in ni glih najboljšno. Bi zdaj malo pač vprašanje, bi kaj spremenil, če bi ti zdaj rekel, ne vem, če bi šel lahko 10 let nazaj, bi kaj spremenil v teh 10 letih, mislim. Pa ne vem, veš kako, mislim, da ne bi nič kaj spremenil, ker meni je ta, bom rekel, tek mi je v bistvu po en stran rešil, ne, ker moja zadeva se je začela tam nekje pri Kristusovih letih, prej nisem imel nobenih težav, je pa skoraj 100% izvirala iz živceranja, ne. V službi je bilo precej tako napeto stanje in jaz sem se z mnogimi stvarmi obremenjeval takrat in to je bila posledica, ki je v bistvu pustila sled na srcu, ne. Jaz sem v bistvu tudi potem začel teči, zato da sem si glavo spucal, ne, in je bilo mnogo boljše, mnogo lažje sem funkcioniral, ker je bilo psihiranja iz dneva v dan, s tem sem si pa glavo spucal. Potem pa sam veš, ne, kako to gre, ne, veš, začneš s 5 kilometri, pa vse je fajn, ne, pa se fajn počutim, pa nadaljuješ, pol pa zgodba teče dalje. Ne. Pol pa tista stereotipna, kaj, 42 km za 42 let, ali kaj? Je bilo tebi? No, tako, to je pa bilo, ja, to je bilo 42 km za 42 let, to je bil prvi tak res, da sem rekel, za 42 let, tekel sem že prej, ne, pa sem gorenjski pokal delal, pa notranjski, pa dolenjski pokal, pa sem imel včasih 2 tekme na en dan, pa na take zadeve, tekel sem jaz skozi, ne, sem si pa res zadal, sem rekel, za 42 let bom šel pa maraton, ne, in tako, takrat, ko si ti rekel, jih je bilo kar nekaj, ne. Mislim, to je ena taka življenjska prelomnica, ja, maratonska leta dosežeš in pol poslušaš okrog, ja, da zdaj bilo pa dobro že nekaj od sebe, da tudi fizično in poreš na maraton, ampak dobro, ti ni šel na ta maraton čist na suh, kot si rekel, prej si bil tekač,
pa športnik cel življenje, pa fuzbol si Ja. igral, pa ni da ni. Ne. Bilo je toliko enih različnih, kako bom rekel, športov, ki sem se udejstvoval, ne, ampak potem, ko ti iščeš, ne vem, ekipo, pa kličeš ljudi, zdaj, ki si v ekipnih športih, pa te zadeve, pa se ti ne odzove ta, pa ga prosiš, pa to pol zajadraš pa v samostojne vode, pa si sam od sebe odvisen, ne od ekipe, recimo. Ne. Ko sem jaz šel, sem sploh začel laufati, ne. Prej pa tako, kot si rekel, fuzbala sem preigral ogromno, ampak pol, ko pa iščeš ekipo, pa ki jih ni enkrat več, pa se odločiš, le dovolj je bilo, gremo dalje svojim potem. Ne. Zabram, ti si se v tem teku na dolge proge hitro najdel, no, praviš, nekaj je bilo za relaksacijo, za meditacijo, za pucanje glave. Zdaj najbrž si ugotovil tudi, da, ne vem, da imaš malo tudi talenta za vzdržljivost, ali kako, ne, grajen si že tako, zdaj ne vem, metabolizem praviš tudi je, no, na koncu. Ja? Ne veš, kako je, jaz že, bom tako rekel, že od osnovne šole, od 1. razreda naprej, ko se spomnim, ko smo imeli te šolske krose, jaz sem bil tam vedno, ko smo 2 razreda skupaj tekli, sem bil vedno med 3, vedno. Od 1. do 8. razreda, vedno med 3, tudi v srednji šoli, potem sem imel rezultate Cooperja, pa teh zadev, ki smo jih mogli v šoli laufati, med boljšimi, vedno, in to te zaznamuje. Bil sem jaz skozi aktiven, še v mnogo drugih stvareh, tako da mi to ni bil ben problem. Ne. Da si potem, ko si šel laufat, pa nisi bil eden tistih, no, to si rekel prej, da prvo si krajše laufal. Poznam tudi tekače, ki so začeli v srednjih letih, pač, ja, kriza srednjih let se zadnjih nekaj desetletij kaže tako, da smo začeli pač laufati, ali pa so začeli laufati ljudje, ne, pa zelo hitro šli na maraton, ne vem, začeli laufati pa že v istem letu na maraton. Ti si imel malo več časa, ker se mi zdi še vse bolj pametno, ali kako. Tako je, jaz sem imel čas za pripravo, ne, pa so pa želje pa kilometrina rasle pa napredovale, ne, tako da to se sam stopnjeval, ne. Laufal si pa kaj, po ravnem v glavnem takrat ga še nisi žgal na Rašico pa na Šmarno gor. Ne, to je res, ja, takrat sem v glavnem po ravnem ravnino, pa te, ne vem, te teki, ki so bili Pokali, Notranjski, pa Gorenjski, pa to je bilo gor dol, ne, pa to, ampak to je bil tek še takrat, ne, ker zdaj v bistvu tekov sploh ni več, ampak je vse trailer rato, ki je bolj modern, očitno, ne, pa je 10 kilometrov, pa je ni tek, ampak je trail, ne, pač se bolj sliš očitno, koliko je šel na ta trail in, ne vem, tek ne privlač več, to bi rekel gorski tek ali pa, ne vem, cross, ne potegne več toliko ljudi, če pa trail, pol pa gremo. Ja, si gorski, gozdni, off-road, sej ratel trail, ja, jaz sam še čakam, da bo ob ljubljanskem maratonu pol še ena šlinga čez Rožnik, zato da bo še en trail zraven, da se bodo še trailaši odločili za to. Ko si glih to temo načel, ne, z gospodom na timingu, ne, sva se glih lani pogovarjala, ker on nam našo trailer Rašico pol po maratonu zmeri malo sponzorirajo, bom tako rekel, ne, in jaz dam prošnjo, pa nas malo sponzorirajo pol in sva se glih z gospodom na timingu pogovarjala, da bi bilo zelo, zelo fajn, da bi organizirali en trail Ljubljana pred maratonom, ne. Ampak že vemo, imamo že gospoda, ki trail Ljubljana organizira, ne, ampak smo hoteli svojo zgodbo zapeljati, tako da mogoče se tudi kdaj iz tega kaj izcimimo. Mislim, ja, no, se to dolg časa je trajalo, zamudili ste vsi po vrst, ja, pol je mogel pa en drug priti, pa vam sredi Ljubljane narediti trail, pa zadnjič je bil na Rožniku trail, če se ne motim, tudi ena manjša reča, ne? Ja, res je, ja. Tako da, pa... Se bo nekaj izcimali iz tega, ne, sam upam, da bojo ta pravi ljudje zraven. Mislim, da slej ko prej bo z te zgodbe tudi nekaj nastalo. Imel sem jaz že tako, no, tako ti bom rekel, bil sem jaz tudi pri županu že svojo idejo, veš, ko smo tole našo trailer Rašico organizirali, sem jaz že tudi prišel z idejo, prav pri njemu sem bil, se z njim pogovarjal o ideji, da bi, ne vem, ljubljansko stotko naredili, ne, ali pa to je bila, ne vem, včasih je bila baje neka mladinska pot okoli Ljubljane, v teh hribih, ne, okoli 100 kilometrov, ne, in je on rekel,
dajte se vi kar svojega držati, lepo imate čist, se prav vse vem, imate lepo organiziran, prav tega se držite, ostalo pa zaenkrat pustimo. No. Tako da, ja, dej. Pustimo stati, praviš. Ampak ja, Ideja pa je, ne. Ideja pa dobra, vem, da so med korono razni avanturisti obkrožali meje občine Ljubljana po raznih brezpotjih in tako naprej. Tako da da se to očitno narediti. Ja, pa konec koncev, prej si rekel, no, sej, kdo je šel na trojke kadarkoli, danes bi temu rekli trail, ko lezeš tem gor. Skoraj, če ne bilo tistih potk, tako da tudi Ljubljana je okužena s trailom, tako pa drugače, Terlaši sploh, ampak tudi ti prej si bil Terlaš, si bil cestar, pa ne slab maraton, očitno ti je vse pasal, mislim, dobro, tudi laufa 3 ure 20 maraton, raba že malo pobrcati, ali kaj? Ja, ne, solidno, ampak jaz sem bil vedno samouk, ne, jaz nikoli se nisem v nekih skupinah, pa nekih treningov udeleževal, jaz sem šel takrat, ko je meni pasal, pa tako, ko je meni pasal, ne. Nisem po nekih programih in tako naprej. Po nekih programih delal. Ne. Če me je pasal, sem šel 5 km, če me je pasal, sem šel 20, nisem na uro gledal. Šlo je, kakor je šlo, pa se pa pač na maratonih pa potrudiš. Ne. Pa včasih gre, včasih pa so težave velike. Ne. Trudimo se, pa upam, da se bom še kaj potrudil v tem stilu. Pa ti je bil pa ti vsem, laufal si kar neki maratonov, neki si videl pač tudi v maratonu, še lansko leto si laufal v maratonu. Tako je, pa tudi letos ga imam namen še odlaufati, ne. Lansko leto, bom tako rekel, skoraj na suho, ne, na spomin smo šli na 200 km pred maratonom, smo šli maraton odlaufati. Imel sem krasno ekipo zraven, ki so me bremzali, v bistvu nazaj držali, ne, da so mi tempo, ker jaz bi drugače malo zbezlal od začetka. In do 30 km je šlo krasno, pa so se pa začele težave. Ne. Pol je pa bilo malo želočnih težav, pa tako, ne. To pa glede na pripravljenost pol pride za tabo. Ampak smo ga dali čez 13. ljubljanskega zaporedoma, je pa v planu tudi letošnji še. Ja, pa moraš stisniti, če imaš 13, pa moraš zdaj stisniti. Jaz sem 15 imel prvih 15, pa sem malo šel na polovičke, pa nazaj na maratone. Takrat Macuh je vstal, Macuh jih ima že 28, se mi zdi zapored, pa se zmeraj ustraja, tako da lepa. 13 je lepa številka za ultra trailaša. Ja, pač če reš tokrat to obrneš v 6 minutah na kilometer, tudi še nimaš kaj dosti zajamrati, da bi te kakšen limit lovil. Je fajn, vse je fajn. Mislim, meni je tak tekaški praznik. No, pa... Je, tako je. Puštanje, v glavnem. Fajn je pa se pravi, imel sem krasno družbo zraven sebe, smo bili 4 skupaj, kakšna debata je padla, dokler je lahko pri meni. Drugi so klepetali, jaz sem pa pač. Pol sam še poslušal na koncu, nima veze, bilo lušten. No, lepo, videla se siguren po Ljubljani, letos na maratonu, zdaj bom bolj pozoren na tebe, ampak potem ti maratoni, si rekel, si laufal, kje za Oraga, no dobro, slej ko prej bi tako prišel v trail, ker zdaj smo vsi v trailu, tudi tisti časih smo bili v gorskih maratonih. Ko smo glih pri maratonu, najbolj všeč mi je bil Bovški maraton, meni osebno. Padal je dež, bliskali je, strele so bile. Tisto leto, praviš. Ja. Noro je bilo, ampak to je bil meni prva liga maraton. To mi je bilo res top. Pa zelo všeč mi je bil Crikvenica maraton. Veter, kaj je bilo dol? Če ga poznaš Crikvenico, ne? Grdo veliko višinco ima. To meni pasal, ne? To je meni pasal, pa srečval si se, pa 2 kroga. Te dva maratona sta mi bila tako najlepša. No. Najtežji pa sigurno definitivno zame Radenci. Radenci zaradi sopare vročine. Tako. Zdaj ne vem, kako je zdaj, da pa jaz 2 kroga, ne vem več, ker ne spremljam to. Spet je en krog. Spet je en krog, no. Takrat smo vedeli, da smo šli v Avstrijo, pa tam po uni ravni cesti, ker nisi videl konca, prbijali je sonce, tako da je bilo noro, no, v glavnem. Je posebna preizkušnja, sigurno. Zelo zanimivo bi bilo vprašati slovenske maratonce. Nekaj jih je, nekaj jih poznam tudi, mislim, da 1-2, ki sta v enem letu tekla, recimo
Istrski, Radenski, potem Bovci in Ljubljano, recimo, če so to 4 taki prominentni slovenski No, maratoni. saj jaz sem tudi jaz v enem letu vse vdelal. No, vidiš, a ne? In praviš, Ja. da Radenci delč najtežji, najljubši so Ja. ti bil pa Bovc. Tudi Ja, če te. res. Zato, ker je imel razgibano traso. Ne. Od začetka je šlo nadol, so se noge začele vrteti, pol ob reki nazaj, gor po Makedamu, mislim, meni je bil krasen. No. Priporočam. Mislim, zanimivo, no, sej težji od tega je kvečem sam še GM4 rok, je včasih bil tudi deklariran zgolj kot maraton, no zdaj pač Ja. trail, ne. Ja, prej bil gorski maraton, na GM4 rok si tudi bil na vseh možnih Tudi, ja. variantah, a ne, pač. Tako, ja. Moram biti, lej, kot si rekel, ta vikend ne grem nekamor, jaz grem na To je bil- Podbrdo. To je bilo za nalašč, jaz sem Brgu in tudi to je eden razlogov, je, da so se zdaj dobila, ja, da malo napoveva še, kaj se bo ta vikend dogajalo. Zdaj pač, ok, 100 jih ne bo šel letos. No. Ja. Ne, jaz ne bom tekel, jaz sem zdaj v glavnem takole, pa koga malo spremljam, pa grem kakšen kilometer, 2 z njim, pa se obrnem, pa grem nazaj, pa grem na drugo točko navijati, ali pa greva žena, oba skupno, tako da se nama dogaja. No. V glavnem sam vidiš, da sva skoraj na vseh trailih zraven prisotna. Če ne, Tako ali pa drugače. ja, če ne prelezaš kakšnega ovinka z viška za stavcami, ali pa s kakšnega drugega ovinka iz gostilne, ne hecam se, s tam ti ne hodiš, a ne, pač ti si, Tudi. ti zraven si, a ne, ti si pač del te scene, Tako, mislim, ja. malo te, Ne morem brez tega, le, enostavno ne morem brez tega. a te fejs srbijo pete, tako malo te, no, priznaj, ja. Pa me srbijo, ampak lej, grem probat, recimo trojke smo šli v laufat letos, tudi v krasni družbi, me srbijo pete, ampak vem, da pač ne gre več in se pač treba sprijazniti s tem. Dobro, dokler, no, Ja, dokler hitrej hodiš, kakšen od nas laufa, ja, potem, ja, pustimo stata, ne, ja. ja, Pustimo, bom rajš tih, ja, recimo, zdajle si bil na Križki, si bil traser, ja, tako je. kako se ti je zdela, recimo, ta prireditev, ki je letos dobila še malo bolj kraljevsko disciplino 50? Bil sem traser in pol sem še pometal, tako seveda. da je bilo, meni je bilo prijetno. No. Prireditev je tako, bom rekel, top, ampak je za množico, bom rekel, tistih trailašov, ki se začenjajo s tem, je pa trasa definitivno težka. Vse 3 dolžine so težke, mislim, da bi imel množico ljudi na tem trailu, je pretežka trasa. To je moje mišljenje. Mislim, je posebna, je za sladokusce, ja, boš rekel, a ne? Tako, ja. Ljudi, ki so pripravljeni, ne, ni pa za une ljudi, ki limite lovijo. Ne, to je, ja, jaz sem večkrat rekel, ja, 10krat le je ekvivalent, vsaj 2krat ali pa 3krat daljši razdalji, kje druge, 20 je že, Ja. je najtežje, raj bi šel na 50 To je najtežje, sigurno, ja. To je tleni sploh Ja. debate, ampak letos je bilo, rekel, kičasto vreme, udeležba izjemna, no, izjemni Ja. cajti. Fajn je bilo, smo to spremljali, vem, da naslednje leto Luštno je bilo, ja, luštno je bilo. bo še kakšen dodatek. Kako ti gledaš recimo na to sceno, na kateri si pravzaprav od začetka, ne, teh 10-12 več let, kaj se je zgodilo s trail tekom v bistvu, a ne, od daljnega leta, ne vem, 2013-2014, ko je bilo to vse skupaj še zelo, bom rekel, tako nišno, ko so bili tudi dogodki na čist drug način organizirani, danes je pa to zdaj mainstream praktično. Tako bom rekel, ni več tiste prave domačnosti na mnogih trailih, ne. Ni več, ne vem, preveč je že zadeva ratala tekmovalna, bliža se že cestnem teku, to je na polno, na hard, ne vem, no, nekateri traili v manjših krajih imajo še to domačnost pa pristnost, ne. Te nekateri pa, bom pa rekel, pa samo strmijo pošteno po zaslužku, po ne vem po čem, po prepoznavnosti in marsikje mi že ni več všeč, ne. Gre pa predvsem za to, ker tako bom rekel, zdaj se gleda
prvih 30, ki so v cilju, potem se na ostale se pa že kar mečkan, na ostale se pa že kar malo pozablja. Marsikje, bom rekel, je cilj že podrt, ko zadnji hodijo, čeprav so še vedno v limitu in to ni pošteno do tekmovalcev. Naj bo za vse isto. Se strinjam, ja, včasih, roko na srce, marsikje ni bilo več kot 30 tekmovalcev, zato je bil vsak. No zadnjič, ko smo tam prečeli na pohodu tisto Gmajno, mi je zaupal eden od trelašev, malo starejših od mene, eno zanimivo. Je rekel, jaz sem začel trele lafati zato, ker so mi rekli, na cesti si številka, na trelu si pa ime in človek. Ampak ja, in potem sem o tem razmišljal, no in pa sem rekel, zdaj imam pa zježen pogovor, Jež pa to sceno pozna, sem rekel, ja, bi si zdaj le dobro sam dejal, Marsikateri trelaš je šel v trel zato, ker se na cesti med tistimi urami, kilometrskimi časi, ultratekmovalnostjo ni več dobro počutil, pa je šel po Gmajnu v hribe zadihati, pa odvršiti malo na vlake. Ampak to, kar si rekel, ampak danes tudi dogodkov je ogromno, tekačev je ogromno, ampak se mi zdi, da tudi trelaši so ratali zelo, zelo kompetitivni. Zdaj primerjajo čase na istih provah, na različnih provah, primerjajo, bom rekel, višince, treninge, rezultate nasploh. Točke itra, če smo že pri tem. Tako da, ne vem, mogoče gre trail tek tudi v tej smeri, da bo treba mogoče pa čez 10 let izdajati nekaj novega. Sigurno se bo treba kaj novega spomniti, ker, kot si rekel, gre isto, se spet sem gledal na uro, lani sem šel tokle, letos moram je tokle, pa tako je, zdaj so trase že več ali manj iste, ne vem, že 5., 6. leto so trase iste in se lahko tekmovalci primerja. Lansko leto sem bil tukaj v tem času, letos moram biti tam v tem času. In ni več časa niti na okrepčevalnicah se ustavljati, ni več časa za debato so tekmovalcem, ki hočem biti hitrejši kolan, pa take zadeve se dogajajo. In mislim, da to je moje mišljenje, da bi mogli vsako leto trase na teh, bom rekel, naših znanih trailih majčkeno spreminjati, da ne bi bila ista trasa. Ne vem, po drugi stezici zapeljati ali pa na ta način, kako bom rekel, nekaj novega upeljati, da se ne moreš primerjati z lanskim letom. Dobro, mislim, izvrstna ideja pravzaprav, ali pa obrniti smer, ali pa nekaj narediti. Ja, nekaj spremeniti, ja. Zato, da malo zmedemo, tekači. Ni vsak je čisto, Da se malo ustavimo vsi v naših kolovozih in enoslednicah in tako naprej, in da se rečemo, zakaj to počnemo, se ne zaradi ur, zaradi avtonomije ure, ki ima, pa je danes že po teden ali pa 2 štroma dovolj, toliko natančnost, da se ne moreš zmotiti niti v metru, pa ti začne že piskati, če si doli sledi in podobno, kar je že kar malo scary. Ravno tisto, zaradi česar smo včasih radi hodili preč od civilizacije, ki več ni bilo. Zdaj pa tega toliko, ampak roko na srce, Jaz sem bil tudi tekmovalen, sem bil mlajši, ker moče to malo predelal. Ti si tudi najbrž mogel to tekmovalnosti živeti na en način, ali kako, skozi tek. Ja, jaz sem, tako bom rekel, jaz sem zelo tekmoval. Zelo, ampak zdaj zadnje čase pa ne več, ker vem, da na koncev tista kolajna jo imaš nekje spravljeno, ali pa tisti pokal nekje ga ima spravljenega, ampak važno je, kakšni so spomini v glavi. To mi je bistvo. Na koncev pa, ko pogledaš, ne vem, sem bil prvi, ne vem, na Zagorskem na teku v Zagorju, kdo to danes sploh še ve, da si bil ti, ali pa kaj to pomeni danes? Nič, Tako da, ne vem, bom rekel, 3-4 rezultati ti res pomenijo nekaj, ne vem, če eno težko tekmo čez dal, pa ne glede, kakšen je bil rezultat, tisto ti nekaj pomeni, mogoče več, ko pa, ne vem, če si zmagal, ne vem, na 10-kilometrskem teku na enem vaškem pokalu, Tako da, tekmoval sem pa zelo, in tekmoval sem v tolikih različnih športih, da karkoli mi boš dal, se bom jaz hotel, ne vem, pol leta hotel tekmovati v tisti zadevi. Ustavite Ježa, ne mudriti, ko je začel curling špilati, pazite se metle, pa vse ostalo. Tudi lahko se zgodi. Mislim, ko ti keglane postav,
dolgočasen, ja, pa boš pa začel Ja. s curlingom. Ali pa čem takim, zdaj mi povej, ko so pri tekmovalnosti, pa pri časih, pa pri urah, kdaj si šel na zadnje 1 uro pod 1 uro na Šmarnogorskem teku, evo? Kdaj sem šel na zadnje? Ja. Ja, sej ta šmarnogorski tek sem 2-krat tekel, ali 3-krat, to 10. Mhm. 2-krat ali 3-krat sem jo tekel, pa mislim, da sem jo šel, 2-krat sem jo šel pod uro, zadnje pa ne več, ampak zdaj pa zadnjih par let pa sploh nisem tekel več te 10. Pa to je, mislim, Tako da- pod uro 10, pa ne, 600-700 višincev, koliko je, mislim, to je Ja, impresiven rezultat, a ni? ja. Hm? Takrat je šlo dobro, ja. Zdaj pa zadnji let pa ni šlo več tako dobro, ampak to je že tudi z leti, pač cajti padajo. Definitivno zame najtežja tekma je pa rekord Šmarne Gore. Ja. Koliko imaš pa tam rekord? Drugače, Tam imam, ja, drugače sekunda pod 11 Tako. minut. Ne. Tako. No, jaz imam pa 16 minut rekord, ne. Kar je slabo, ne, ampak definitivno zame najtežja tekma. Tam pa mlečna kislina. Pa je dobra milja, ne. Raj 50 milsko še tekmo še enkrat, ko pa to miljo. Tiste pa peče od prvih 200 metrov naprej, a? To pa gre v Iber, to pa pa skozi v Iber dela, tako da. Mislim, noro. Ja, ti si res nora dirka. Ja. Ne vem, kaj bi s tem še primerjal, kakšen teku, kakšne stolpnice ali pa kaj. 10 je pa krasna in me čudi, da še ni ratala trail. Ne, to mislim zaradi tega, ker ima v zadju Tomo Šarf še toliko besede. Ja, se vem, ja, se prav. Pa se temu upira, ne, pa je rekel, dokler bom jaz lahko, je rekel, bo to. Ne, se je prav, da ostane tek, gorski tek. Tako, res Ja. je, sej ne rabi vse biti trail, vsem spoštovanjem, no, trail je fajn, da je, ampak zakaj bi se maskirali v trail, zaradi tega, da pač, ne vem, privlačimo več ljudi, pač ni treba, ne, dajmo biti različni in smo za tega bolj zanimivi, ja, tako. Če so pri trailu, ne, ti pa nisi na slovenskih tleh zašel v trail, ba jaz si na hrvaških, so te neki zrajcali, Res je, veš, kako je bila ta zgodba. Ta zgodba je bila tako, da so bila mi dva ženo na dopustu dol v Umagu in smo sedela tam, prav ko je bil cilj na pijački in prileti, mislim, da tisto leto, je bil Američan, je bil Anglež, se ne spomnim več, v sami srajčki imel eno majhno torbico okoli pasu in prileti v cilj. Pa jaz gledam, kaj pa je to, malo sem se začel zanimati, spraševati, ne, to je pa trail, pa ne vem, mislim, da je bilo prvo leto, da so bile milje, ne, in je on zmagal na miljah, ne, prišel je pa v srajčki, ne, pa sem se začel zanimati za to zadevo, in naslednje let sem bil na 67 km dol, ne, tako da tam je bila prva preizkušnja, ja. Me je začel zanimati in sem rekel, to je pa lepško pa cesta, ne, in smo šli, pol je pa sam rastel. Pa sem se pa začel, sploh vedel nisem za to sceno takrat, ne. Pa sem se pa začel malo zanimati, pa to vidiš, pa uno, pa tret, pol pa slišiš UTMB, aha, to je pa v planu za, ne vem, čez toliko pa toliko let, ne. In pol pele, naprej. Odlaufal si v Sloveniji praktično, a si odlaufal praktično vse take, ta velike, ta pomembne si, pa ta manjše, pa i take, ki jih ni več, pa. Ja, nekaj sem jih, pod Brdo sem odlaufal, ta dolgo, ja, K24 tudi, kaj še. Vipavo, recimo, ja. Vipavo tudi, ja, Vipavo tudi, milje ne, stotko, ja, milje ne, ker jih takrat še ni bilo, pa te krajše razdalje tudi na Vipavi vse, drugega pa mislim, da takrat še ni bilo toliko na sceni, tako da na tamalih pa tudi nekaj, no, bom rekel, ne. Na Slo 100 te je bilo zaslediti. Tako, ja. No, Slo 100 sem tudi oddelal, ja. Slo 100 sem tudi oddelal. Težka je bila, ker nas je bilo tekmovalcev vse skupaj nič, ne, in je bilo, to so bili res začetki, ne. Tako je. In je bilo res težko, ker ni bilo, ne vem, pol ure pred tabo nobenega, pol ure za tabo nobenega, tako da sem se, v enem delu sem se zgubljal, orang, ne, ampak sem pač čakal, sem rekel, mogoče kdo prišel za mano, ampak nas je bilo res toliko malo tekmovalcev takrat, da ni bilo kaj, sem pač iskal in sem po enih pol ure našel nadaljevanje zastav, da sem pol nadaljeval.
ampak to te malo iz tera vrže, ne. Ampak zgodba je pa zle zgodba, ne. Tako da smo to tudi delali, ja. Potem sem pa pol srečo tu pomagal pa kot pometač naslednjo leto. Ali mogoče že čez 2 leti kasneje, ja. Tako da smo dali čez. No, ajde, zdaj pa rekel Nidorfer takrat, da garaš na 100, oziroma kot na cestni maraton garaš, da s podobno pripravljenostjo on upa iti z ceste 42 na 100. Ja. Kaj pa ti, mislim, zdaj govoriš o teh 100, tako dokaj z lahkoto, a si imel kaj rešpekta, no, vendar razdalje, laufaš 40 na cesti, težko, ampak si rečeš, da je pa to 60, pa po 80. Veš, kako sem jaz vedno rekel, ne? Trail je za lenuhe, trail je za une, ki se jim nada skozi lauko, ker na trailu ti noben ne bo nič rekel, če ti en del hodiš. Ja. Če na maratonu hodiš, te že malo tako gledajo, pošel je na maraton pa hod zdaj, ne? Ampak na trailu pa nam ni treba skozi laufati, ne? In to je bilo pisano meni na kožo, ne? Ker saj imaš hitre odseke, pa ne vem, jaz sem bil na dol vedno dober, ne? In je točno tako, kaj je Nidorfer, kaj praviš Nidorfer, ne. Raj grem, recimo, prej, ko sem bil še top formi, raj sem šel na 100, ko pa na 42 na cesto. Mi je bilo lažje. To je zanimivo, no, to je tudi zanimivo. Ja. Morda tudi zaradi tega tako popularno so ratale te daljše razdalje, danes je marsikdo na 100, ki se drugače ne bi upal iti, ampak vseeno, ne, vseeno je to. Ok, lahko hodiš, imaš prav, lahko ješ pa piješ, lahko ležiš koncev, limit je juhu, navad tam 20, 24, več, 28, kakorkoli, ampak vseeno, to je 100 km, pa 5000, pa 6000 višincev, vseeno je. Ja, sam je tako, kot si rekel, ne, vse sam vidiš na maratonu, takole vsi delajo, ne, pa je kilometer okoli, pa je 2 kilometra okoli, pa gledamo na uro, vsi na uro gledamo, ne. Sam tempo, pa piska, pa moramo malo pojačati, pa to. Tam pa ne moreš na uro gledati, ker je gor, ker je dol, ker je, ne vem, teren težek, ne vem, vse sorte se dogaja, ne. Pa nekoga srečaš, pa greš par kilometrov z njim, pa na okrepi se ostaviš, poješ, popiješ in greš naprej. Na maratonu samo kot takrat, ki ga na hiter, pa gremo dalje, ne. Tako da čist druga zgodba, no. Hočeš reči, da čas drugače mineva, ne, tudi če so to 10, 12, 16, 20, 35, drugače mineva, ker se dogaja, ker z ljudmi komuniciraš, ker komi čakaš v občevalnico, pa imaš tam nekaj zadržka. Tako lepše, no. Mnogo lepše, no. Pa v pokrajina se menja, da če smo že pri tem, ne, to je to. Imaš kakšno, mislim, v Sloveniji, ok, ti je kjera dirka, maraton si obdelal, zdaj se pa pri trailih, ki ti res ljuba, oziroma ne vem, kjer bi pa šel, no, če bi lahko pa tekmoval, pa tako naprej, pa vsak let, ki je pa res tako dober. Ja, ne vem, ne, mislim, da K24 je bila meni vedno top, ne, tudi parkrat sem tisto njihovo K24 celo naredil sam, ne. Tako da tista tekma mi je res top, ne, ni lahka, šel pa bi definitivno zdajle, ne, bi šel tudi tole Križko 50 narediti, ne, ker je lepa, res pošteno povem, ne, tisti makadam sicer tam je malo dolg, ne, ampak če se ti noge vrtijo, tam zelo lahko not prineseš veliko časa. No. Je pa lepa, težka tekma in krasni razgledi in mislim, da je to top. Ne. Ja, sej govora je bilo še v daljših različicah, v prihodnih letih bomo videli, no si že ta 50, ki je čisto v redu, ne, sem rekel, Dejanu z nekaj let bo dost, da se brusijo pete in zobje, pa kolena. Slovenskim in ultrašem tudi širše, bodo to zvedeli. 100 milke lahko počakajo, 100 milka, to si rekel pol, ti naredil si, ne vem, 60, ko pa si rekel, zdaj 100 za narediti. Ja, tako. Če bi bilo, ok, 100 milka je naslednja stvar, zdaj če bi bilo 200 mil, bi šel na desno, hecam se, ampak ti si se res najdel v tem, no, eni se ustavijo tam pri 100 mil je res, bom rekel, tak svet igral, to je ni zlih za vsak ali pač. Vse je bilo tako stopnjevanje, veš, sem bil že prijavljen tudi na tor 330 ali 350. Kaj se je zgodil z tistega leta? Tako da smo šli z mil tudi
na dvakratne milje. A ne. Ampak se je tisto leto zgodila korona, ne, štartnina je bila vplačana in kako bom temu rekel, italijanski prijatelji so vrnili štartnine vse skupnič, ne. Dobil sem pa torbo, pa majico, navadno bombažno, pa trak in sem rekel, to je pa najdražja zadeva, kar sem jo plačal. So štartnino so praktično zadržali zase, kljub temu, da so vedeli, da tekma bo odpadla že pol leta prej so vedeli, ne. In sem rekel, ne grem naslednjo leto še enkrat in pa ne dam denarja, ne. Pa sem bil tisto leto iz inata. Tisto leto sem bil dobro pripravljen in bi šel, potem je pa odpadl, potem je pa šla ta moja, ker sem imel mesto zagotovljeno za naslednjo leto, ne, je pa šla ta moja štartno mesto prijatelju, ki bi sicer naslednjo leto tako ali tako not prišlo, ampak vseeno mesto sem mu dal, ker sam pa nisem hotel še enkrat to plačevati. Koliko so ti pa trgali z računa takrat tisto leto? 600 evrov je bilo takrat za mojo dirko, ne vem, nazaj smo pa dobili, mislim, da okoli 200 evrov. Se pravi, tisto majico za 400 evrov imaš zdaj na posebnem mestu nekje. Sploh ne vem, kje jo imam, pa torba, pa trak, ja. Noro, jaz bi dal to okvir, pa na stena v rekel tak. Pa nikamor šel, ne. Grozen. Pa ne, da bi štartnino, ne vem, bi Prestavili. rekel, naslednjo leto Ja. daš 200 evrov, pa si zraven, ne. V Adijo. celoti. In ko so mi zamerili, na polno so se mi zamerili in sem rekel, ne grem, ne dam jim to gnarja, če že bom šel sam v lastni izvedbi, pa jo bom delal tisto 330, ampak pol ni bilo nič od tega, ne pač. Pa se niste rekli, ja, no, takrat bi pa šel Ne. prav, takrat si se pa pripravljal najbrž tudi za to, a ne? Bil sem pripravljen tisto leto, pa je pa ta korona se zgodila in pač je odpadla zadeva. Kako, zdaj mi ti povej, ješ, si predstavljam, ko si se pripravil za cestni maraton, si pripravljam, ko si približen za 100. Kaj pa narediš pol, da se pripraviš za en teden drgnjenja tistih hribov tam gor, Bog pomagi, brez poti in vsega, dobro, razen da si pač že tako malo premaknen, malo psihično, ne, vznemirjen, sploh že čuden človek po svoje, ampak 350, noro, sem 200 mil, lepo te prosim. Vsem, dajva reči, trening za 100, trening za 100 mil, trening za Tor de Géant, mislim, kje so razlike, kaj si ti delal drugače, če si sploh in kako si se štel? Jaz nisem nič delal drugače, ker mislim, da zadevo za 330 ne moreš natrenirati, moraš imeti v nogah, pač nič ne moreš delati drugače, moraš pa imeti glavo pošlihtano, ne. Glava je tam ta prva in mislim, da če imaš ti glavo pošlihtano pa skoncentrirano na to zadevo, da boš cilj videl, mislim, da se to da narediti s treningom za 100 km dirko. Je pa res pri teh zgodbah, ne, da višince pa moraš delati, ne. Noge, jaz tako pravim, jaz še zdaj trdim, da tekme se nadol dobivajo, ne, če se hočemo malo pohecati, ne. In nadol moraš imeti noge res pripravljene, ker drugače grejo kolena, drugače mišice trpijo in na gor nekako vsak spleza, za dol je pa kar problem. Kako natreniraš neskončne spuste, da se ti pač ne zameri življenje, pa da rečeš, ne grem več gor, ker bom mogel pojeti dol, dosti imam, pa nehaš na 80, namesto na 150, ne vem kaj. Ja, ne vem, se pravim, tle je za te dolge zadeve, je, koliko ti bo že vsak povedal, glava, prva stvar, ki je glava. Kako si, greva po vrst, preden greva do kolen, greva do glave. Ja. Kako natreniraš glavo? Greš laufat, vem, greš za celo noč v hrib, za 24 ur se nekam poditi, ampak na trening, mislim, glave. Kako natreniraš glavo? Kako lahko fokus premakneš na tako razdaljo, ko veš, da boš kriscal, pa boš mogel to premakniti. A moraš imeti, to te sprašujem, ne? Zdaj je malo provokativno. A lahko to vsak naredi, a moraš imeti malo talenta tudi za to? Ne. To absolutno ne more to vsak narediti. To je dejstvo, da to ne more vsak narediti. Prvič moraš biti res pripravljen fizično, a ne, potem stvari se morajo poklopiti, ne sme biti nekih poškodb, sam veš, da ne vem, zaradi kakšnih malenkostih je že kdo odstopil, a ne. Ja. Sam veš,
Te stvari se morajo poklopiti. Jaz moram reči, da s temi stvarmi nekih težav nisem imel, da bi imel neke, ne vem, te težave, poškodbe ali pa te zadeve. Glavo pa, jaz pravim, jaz sem treniral z tekom vsak dan. Vsak dan sem tekel in s tem tudi glavo ne treniraš. Ker ti veš, ne vem, dole pa ura 10, zunaj pa dež pada, jaz pa še nisem tekel, pa moram jaz. Vsak dan, iz dneva v dan, tudi glavo naštelaš, ker veš, da to prve 2-3 minute bo težko, pol pa stvar steče. Na takih tekmah pa mislim, da če vidiš cilj, že v štartu, da si sprogramiran, da boš cilj videl, če ni poškodb, bom rekel, če ni poškodb, gre stvar čez. Če so pa poškodbe, to je pa druga zadeva. Ja, sej nesejo te lahko, prebavne težave, lahko te nesejo brezvezni žulji. Ja, tako, ena malenkost pa te lahko odnese. Se pravi, jaz tudi na UTMB-ju, ko sem šel, sem bil res pripravljen. Pa ko sem jaz bil na 40 kilometrov, dež je začel, pa gledaš nazaj, pa gledaš gor, pa gledaš lučke, pa gledaš nazaj lučke, pa kjera sem jaz budala, da tle krožem, gor gledaš, kam moraš še vse prideti. Pa pol, ko sem prišel na vrh, sem rekel, to je to. Edina kriza, ki je bila, jaz sem cilj videl in sem vedel, da v cilju bom. In isto se ti, na maratonu zgodi, ko pravijo 30 km ali pa tam ali čez. Ti, če cilj vidiš, pa da ga imaš že v glavi, ga boš naredil. Ja, ga boš naredil. Tudi jaz sem, te maratone, vsaj 5-krat sem v hude težave, da sem do cilja prišel, ampak vedno mi je ratal. Zato, ker sem cilj videl. Če pa ti, da si tako mal, da si pustiš, nesiguren, a bo ratala, ne bo ratala. Prva možnost, ko bo, prva težava, ko bo prišla na pot, boš rekel, brez veze, se imamo drug lečeno priložnost. Ja, terja to posebnega človeka, vem, da terja človeka, ki je pravi, da se gre te stvari, nekaj se da natrenirati, tako kot si rekel, imaš prav, vse v bistvu ne rabiš trenirati po 100 km v kosu, dosti je, da greš 10 čez 10 zvečer, ker se ti res nič ne da, ker imaš mrzel pir v hladilniku, ker imaš tam televizijo, pa vabečo ženo, pa vse pa rečeš. Pa ostaneš, pa greš na dež, pa na mraz, pa ven, kot sodra. Pa če reš samo za 1 uro, si naredil več kot, Res je, res. Zanimivo. Mislim, to si dobro povedal, kje je ta komponenta mentalne priprave, pa fizične, dobro, ampak ko si bil najbolj pripravljen, si ti delal kaj, po 100 km, 100 in več na teden, po 5000 višincev, ali več, ne vem. Kje si laufal pravzaprav? Se nisi mogel na šmarki tega vsega narediti? Ne, to je res, da nisem mogel na šmarki. Recimo pred UTMB-jem sem šel zadnjih 14 dni pred UTMB-jem, sem šel na Triglav, pa sem šel na Stol, pa sem šel na Grintov, to je bila zadnja taka v istem dnevu. To je bila zadnja taka priprava, da sem noge res nabol, drugače pa tudi z Mangarta dol sem laufal, dol do Rabelskega jezera, to je res muka, skozi dol, bi mislil, da je lahko, ampak je to muka, ampak take priprave sem imel, ko bom rekel, na hrib, pač, kakor sem zmogel, dol je šlo pa na polno. Si kdaj delal kakšne vaje za kolena, za kor, kaj tazga, kaj za moč ekstra, ker, to... Veš kaj, to je pa tudi velike teh, bom rekel, nožnih mišic, pri meni ustalo od kolesa, pa od motocross motorja. Ker tudi na motocross motorju, sam veš mogoče, ali pa mogoče še ne veš. Po pripovedovanjih kvečemo, sem jaz še do nedavnega tekmoval, in tam nabiješ noge na polno. Tam si skozi v polsedečem položaju, skozi noge delajo, tam res narediš stegenske mišice, kolena vjačaš, to je, mislim, take zadeve. Da bi pa prav namensko hodil neki fitness, pa da bi delal vaje, da bom pojačal mišice, samo takrat, ko sem mu križno vez
menjano, samo takrat sem bil 6 mesecev na fitnessu, da sem res dobil tiste mišice nazaj in to je pa to. Motocross praviš. Se usedeš še na motor, se zapeleš kaj? Zdaj zadnje 2 leti nič več, ampak imam pa še željo se kam malo popeljati. Se pravi, v kje druga imaš še, pa ga glancaš vsake toliko cajt? Še 2 motorja imam, ja, ampak trenutno ni razmer za to. Imam pa željo za to, ker tam pa res cel telo dela na polno. Mislim, to je ne vrste ježa, ne? S tem, da pač nimaš živega kona, ampak hujš ga. A si kdaj imel kakšno nesrečo s motorjem, si se kdaj prekucnil tako zares ali pač ne? Kar dosti zares sem se prevračal. Tako da, recimo, spomnim se, ne vem, sem se zvrnil, res pošteno zvrnil, a ne? Pa so me reševalci pregledali, motor tam kraj postavili, pa jaz čez 1 uro sedim na prikolci, motor naložen, sam nisem vedel, kako, kdaj, kje, kaj, kako. Jaz sem bil tisto uro, baje, v nezavesti praktično, ali pa neki pretres, ali pa karkoli, da sploh nisem vedel, kaj počnem, čeprav sem vse naredil sam. Sam sem se preoblekel, sam motor naložil, vse pospravil, prikolco zapel, vse v avto zložil, nisem pa sploh vedel, da sem jaz to sam naredil. Ne. A veš, taka zgodba, ne vem, bilo je zgodb teh s prevračanjem, še, ampak sem še cel ostal, no, nekako. Ti bil res idealen za Tora, ne? Ti bi lafal pol dneva, se tako ne bi spomnil mest, a ne? Tako, ja, približno. Glava se sklop, ješ ga, tera, vse naredi, poje, pa se pa nazaj preklop, mislim, noro. Kaj ti vsega ne počneš, Roman, ampak eno stvar moram zdaj posebej izpostaviti, ki jo danes še nisem omenil, pa jo bom dal posebej v opis, skoraj na prvo mesto. Če niste vedeli, vsi fanatiki na trail, vsi, ki hočete iti na olimpijske igre v trail teku, to je UTMB, danes govorim s prvim človekom, ki je stal na štengah, ne tisti, ker ješ na štengah, so prazne, pa se fotkaš. On je šel res so ga gor poklicali, pa res je dobil medaljo, noro, mediji so takrat tudi o tem poročali, Roman Jež, prvi Slovenec na štengah. Nisem dobil medalje, tega, Mislim, pa še to tako unikatno medaljo, da če jo nosiš po stanovanju, vejo, kje si, pa tudi vajte, zvonček. Mislim, noro. Unikaten, res, ja. Mislim, Roman, mislim, danes je to tak dosežek, pač v kategoriji, pa ne, pač, ajde, smo absolutno že v kategoriji prebiti se med prve 3, norišenca, mislim, noro. Ali je bilo to presenečenje zate, ali je bil res tako dobro pripravljen, a si vedel, kdaj v mesti, kdo povedal, kako se je dogajalo? Povej mi malo, kaj v tej dirke. Bom ti povedal, ta dirka je bila tako, jaz sem bil že leta 17 pripravljen za to dirko, pa pač nisem bil žreban, ker je bil žreb takrat, nisem bil žreban in to je bila moja velika želja, tako si rekel, to so bile zame olimpijske igre in takrat sem rekel, jaz z Miljem zaključim, to je bila moja, gremo naprej, tako sem rekel, Tor, ampak z Miljem definitivno zaključim, pa mi ni noben verjel, ampak to so bile moje zadnje milje. Leta 17 sem bil pripravljen, žreban nisem bil, prijatelji so že vse organizirani, takrat je bila ena oddaja pri Petru Polesu, če se spomniš, neke želje, ki so uresničevali. Ja. To bili prijatelji, so že na televizijo klicali, da bi me nekako spravili noter, pa se potem televizici niso mogli zmeniti z organizatorjem, in je pač bilo neki, očitno je bilo neki namen, nekaj je bilo zadaj, da pač nisem tisto leto prišel not in jaz sem se pač pripravljal na naslednje leto, še enkrat poskusil srečo, bil sem žreban, delal sem, koliko si rekel, po 600 kilometrov, mislim po 400 kilometrov na mesec, potem po enih 15 jurjev višincev, tako da je bilo res noro, ampak bil sem res pripravljen, nikoli pa nisem razmišljal, da bom jaz pa prišel pa na štenge, to pa tudi približno ne. Sem pa v redu, da ne vem, da z mojo, imel sem tako v glavi, sem rekel, da če bo, gledal sem
od Klemna Zupana prejšnjega leta rezultat, ne, on je imel, ne vem, 27 ali 28 ur, nekaj takega je imel on rezultat, ne. Sem rekel, on je bil mnogo boljši od mene, mlajši, vse, in sem nekako tako računal, sem rekel, če je šel on tokle, če bom jaz šel tam 31 ur, bo to vrhunsko, ne. Če bom šel tam nekje 34 ur, bom še vedno zelo zadovoljen, če bo šlo tam čez 36 ur, pa že to ne bo več to, ne. Kar sem si želel, ne. Imel sem pa plan tam nekje okoli 35 ur prijeti v cilj, ne. Potem se pa tekma pač odvila, kot se je, ne. Vmes sem vedel, tam do enega 6. mesta sem vedel, to je bilo, ne vem, na katerem kilometru, potem pa nič več nisem vedel, ne. Potem pa nisem več vedel, kjer sem, ker mi žena ni hotela več sporočati, da se ne bi psihiral, ker to zgodbo sem enkrat čez dal. Aha. In to na Jahorini, ko sem bil tudi od spredju in sem odstopil, zaradi tega, ker potem pa, zdaj pa moram, a ne, zdaj pa moram, živčen ratuješ, še tega, pa še unga, a ne, in je stvar propala in sem zaključil na, ne vem, bom rekel, 40 kilometrov pred ciljem, gotov, izčrpan, zato ker potem živčen si, nimaš časa jesti, nimaš časa piti, ker hočeš, da bo še unga ujel. In potem Mi ni je vse hotela- kotičil. Ja, mi ni hotela nič več govoriti, ne. Imel sem pa to srečo, bom rekel, ker v Kurmajerju je bila okrepa in jaz sem pač tam, no, tisti okrep je bil 20 minut, sem se orenk ali pa še malo več, sem se res orenk podprl, najedel, popil Kurmajerja, cesta dol, jaz po 200 metrih vse ven zmetal. In je bila pol taka muka naprej gorja in sem v srečo, da sta bila tam Tropca, ravno nasprot sta šla, sta rekla, če hočeš cilj videti, jaz sem cilj videl, a ne, in vedel sem, da ga bom dosegel. Gor, ko boš pa na vrh prišel, se najej, napij in sem res gor bil 3/4 ure sigurno. Lepo najedel se, napil, ženo sva podebatirala, res umiril se, potem je bilo pa lahko vzponček in tam je lepo stvar zlaupala, potem je pa letel naprej brez problema, tako da res vrhunsko. Edini zadnji kilometer me je pa pol žena tam srečala, ne, in mi je rekla, Roman, tretji si. Jaz nisem mogel verjeti, a ne, da sem res tretji, a ne. Potem je pa bil eden, ne vem, z lučko pad za mano, ne vem, kakšnih 100 metrov, me je počasi dohiteval. Jaz sem rekel, ta me ne bo nažgal in je ti zadnji kilometer, mislim, da sem ga oddelal, ima 4:30 je bil tempo tam, siguren ti zadnji kilometer. Je letel ka pri norcih, ne, in pač se je šlo, ne. Ampak to je, enkrat se pač ta čas izide, ne vem, jaz sem pol gledal čase naslednjega leta, pa čase prejšnjega leta, ne vem, prejšnji let bi bil, ne vem, tam 10, naslednji let bi bil tam okoli 15. mesta z mojim časom. S tem časom, ja. Ja. Tisto leto se je pa pač išlo s tem časom, a ne, ker je bil tudi vreme je bil zoprn, meni pisan na kožo, malo dežja, skozi hladno, meni je to pisan na kožo in meni je pač letel, ne. Čim bi bilo pa, ne vem, 5-10 stopinj toplejš, bi pa tudi jaz podlegel tem zadevam. Noro. Mislim, pa je bil dober občutek, pa so te poklicali pol in ne? In so. To, vrhunsko. Tisti dan smo spali, v bistvu, ne vem, jaz sem nekje ob 3 v cilj prišel, 5 sva šla spat, mislim, da ob 10 smo bili po koncu in je bil res, feeling je ta prav, no. Ni to za vsak dan. Mislim, sej, kaj bi ti še hodil pol na tako dirko, ali pa kjerokoli, no, tega ne moreš več preseči, no, razen če. Tako, zaključiti moraš na vrhuncu, jaz pravim. Mislim, res noro, no, mislim, da ti spoštovanje lahko reče kakšen slovenski ultraš, ki se poskuša, pa je dober, mislim, na štengah, na UTMB-ju, pa ne vem, koliko jih bo pristalo, no, pa ne še tako trenirajo. Bom ti tako rekel pošteno, pričakoval sem pol še eno tekačico, pa enega tekača, pa ne bom rekel koga, da bi zmogla to zadevo, pa se pač nikoli ni šlo. Mata pa še čas, no, mata še čas, je pa tudi zdaj toliko močnih trail tekačev, še nismo imeli. Ja, hujša konkurenca je, ja. In globalno, ampak bo rekel, tudi Slovenci odlično parirajo, no. Imamo nekaj polprofesionalcev, skoraj profesionalcev že
upam, da bodo šli v tej smeri, no pa da bomo tudi, da bomo imeli Pogačarje, konc koncev tudi v trail teku, zakaj pa ne, ne? Zakaj Lahko pa bi ne? imeli koga, ja. Bi si zaslužili to pri vsem tem, kar imamo pri nas, pogojih in vse ostalo, pa sceni sami. Ti jemlješ to trail sceno še vedno, a ne, pa jaz mislim, da je tak dober občutek, kot tako veliko družino, a ne? Zmeraj se dobro počutiš. Tako, ja. Tako, kot si rekel, to je, jaz jemljem to kot neko svojo družino, ja. Dobesedno smo še z unimi, bom rekel, starimi norci še vedno v kontaktu, pač teh novih, mladih, ne poznam toliko, ampak jih spoznavam po teh tekih, po teh trailih, ki sem skozi zraven, ne. Pa tako, kot si rekel, čedalje bolj so naviti in tudi, kako bom rekel, mislim, da po nekih programih tudi delajo za ta tek, ne, ker mi smo bili bolj, bom rekel, naturščiki, tako naturščiki, ja. Ne, samouki totalni. Ampak se pa nekaj naučimo, no, in to bi jaz tudi na tem mestu bi rad povedal, da jaz sem pretiraval, pa mogoče še vedno pretiravam in naslednjim generacijam bi mogoče dal majčkeno vedeti, da ne pretiravajo in ne grejo na vsak vikend ali pa ne vem, vsak mesec, pa gremo na 100, pa gremo na 70, pa gremo na milje. Naj se malo umirijo, eno tekmo, 2 na let je tukaj gor take dolge, ker zelo more vse priti. Če hočejo, da bojo na sceni malo dalj, kot sem bil jaz. Hočeš reči, da včasih ne čutiš utrujenosti, pa je globoko v telesu in se potem akumulira in tako naprej. Ne? Ja. Treba je telo spočiti. Jaz sem to izkušnjo dal čez, pač sem jo zamudil, mogoče po eni strani, zato pa bi rad mladini pa tem zanamcem povedal, da se morajo tudi malo kontrolirati. Ne. Vse se čutijo močne, pa pripravljene, pa to, ampak telesu moraš dati počitek. Ja, sej v bistvu, enkrat je bilo vprašanje, ne, pa tudi jaz ne vem, kako bi odgovoril, ampak ali pa recimo te vprašajo, kaj bi imel rajši, ne, v življenju, ne vem, 30 let zadovoljnega tekanja, pa športanja in tako naprej, ali pa 40, ali pa eno dobro sezono pa olimpijsko medaljo v maratonu, recimo, ne, če smo pri teku, ne. Ja. Kaj bi izbral, ne? Klinc gleda tisto medaljo. Tako, ja. Če pol nimaš nič več, če si pol bolan in pol ne moreš več in tako naprej, damo se, a ne, bi rekel, sej lepš, koliko si prej rekel, sej na koncu se noben več, zdajle, če greva brskati po spominu, kdo je pa letos zmagal v Ipavi, kdo pa je letos zmagal lanskrat na K24, pa kdo, sej ni to več pol podatek, a ne, bili smo tam, dobro smo se imeli. Ja, to je bistvo, ja. To je bistvo. Jaz pravim, da se imaš fajn na tekmi, pa ne glede v kakšni vlogi si. A si to speaker, a si to, ne vem, številke talaš, a si tekmovalec, važno, da se imaš ti fajn na tisti tekmi. Ne. To je bistvo vsega, jaz pravim. Če pa še rezultat, pa še toliko boljši. No tako, vse rezultati so seveda dobra stvar, zakaj pa ne, se smo vsi, se pravim, na koncu smo tudi zato, ne bi hodili na tekme, no, če ne bi malo na rezultate maheni, pa bi sami hodili za vikende, pač gremo pa na tekme, da se malo pomerimo, malo zgonimo, malo pa. Tako, ja. Pa, vse po mojem, vse to je v naši krvi, žali Bog, iz tega ne moramo ven. Ena stvar, no, teh ultrah, jaz v hribih nisem šel dlje, ker čez 50 kilometrov, mogoče 60, no več nisem prelafal v kosu, razmišljam v stotkah in tako naprej, pa bo to daj zaprovat, zares. Ne razmišljati, to je. No, se to je prvi nasvet, recimo. Ja. Ampak ena stvar mi je bila zmer fascinantna, ne, tudi prej, ko smo bili še mladi pa hitri, pa smo se gonili na tistih 50, zelo hitro, ne, pa pridejo krize, ne, ampak pa si rečeš, pri 100 milkah je teh kriz več, ne. Rekel si, cilj imaš v glavi, to je prva stvar, ne. Krize pa zmeri so, brez tega ne gre, se pravi, zmeri se počutiš, pa na še boljši dirki, ne, se imaš še boljša, ne. Včasih vmes tako, da bi ne umrl, vse skaj pustil, pa rekel, nočem se več tega iti, ne. Ampak pa je pa kar boljš, čez 1 uro, pa pol ure. Mine, ja. Mine, jaz sem te krize, ki so bile na teh tekmah, ne vem, koliko si ti rekel, nekaj časa ne gre vmes. Ne gre, pač enostavno se ustavi in ne gre, ne. 2 tekme res sem odstopil, ne, eno zavestno,
eno sem zavestno odstopil, ker bi jo lahko šel do konca in to je bilo pod brdo ta dolga, ne. Isto leto, ki je bil UTMB, sem rekel, zakaj bi se jaz tle skuril, če ne gre, ker imam čez 2 meseca tekmo življenja, bi rekel, ne. Ampak polno jahorino, ne, ki je bilo vroče kot pes, ker meni vročina ne paše, jaz imam raj -2, ki pa 25 stopinj pa plus. Ampak jaz si pol tako, na teh tekmah, ki je res kriza, si zadajam tako, ne, take majhne cilje, bom rekel, majhne, ne. Aha, 5 zastavic stečem, pol bom pa 5 zastavic hodil, ne, pa 5 zastavic stečem, pa 5 zastavic hodim. Na te male cilje si pol zastavljam in potem mogoče pa zlaufa, ne. Tako prebrodiš krizo nekako, ne vem, pa da s komu kakšno rečeš, da koga počakaš, pa gre česa, ne. Tako, ne, nekako delujem, sem jaz deloval, no, ne vem pa kako drugi. No, ampak ja, se podobno, no, pa da te, ne vem, pa prideš na krčevalnico, pa žena tam, pa te zamoti. Tako, ja, pa te dvigne, ja. A ne, pa te dvigne in tako naprej, no. Pa publika malo, pa te zadeve, to vse vpliva na to zadevo, ne. Se pravi, edino, če ni poškodbe, ne, tisti je pa pol druga zgodba, ne. Ja, mislim, zdaj kot trelaš, lutraš, tudi sam pri sebi najbrž prepoznaš, kdaj gre za stvar, ki je resna, kdaj gre pa za pač utrujenost, ki jo pač je sestavni del tega, ne pa bolečine. Ja, tako je, ja. Tako je, ja. Da ni vsaka bolečina pač usodna, da ni vsaka bolečina pač, ne vem, kaj, nategnjena mišica ali pa, že tudi s tem so laufala, ne, pa tudi z odpovedjo ledvic, pa tako naprej, ampak da veš, da je zares, da je pa pač nekaj, kar moraš biti skozi, ne. Tako je, se pravi, meni nekdo bo mogoče ima manjši prag pa toleranco do bolečine, a ne, nekdo večji in tisto, ko je, ne vem, podvržen temu, da bo za vsako stvar, za malenkost ga zmotila, ne bo prišel daleč, ne. To je tako, kot bom rekel, ne, jaz tudi zdaj, ko grem pa hodim, pa imam kamenček v čevlju ali pa v supergi not, ne, pa se ti povem, da se 2 kilometra nam ustavil, bom kar imel tisti kamenček noter, ne, to je, veš, za glavo. To je res, to je dobra stvar. En se bo pa ustavil v tisti moment, ko mu bo tisti kamenček not prišel, pa se bo ustavil, pa ven dal, pa bo šel naprej, jaz pa kar gonem, še vedno, ne. To je pa ta prenašanje bolečine. To je to zdaj naredil dober test za bodoče ultraše, bo tak, da bodo kamenčke sipali v čevlje jim na krčevalnicah, pa videli, kdo bo dal se zdržal. Tisti, ki bo koj ven, da tisti ni dober. Tisti, ki bo pa zdržal do naslednje, tisti je pa dober. Ja. Še ena stvar, ki so lik ženo, si večkrat omenil, Mojca, ona te spremlja, pa te je, pa skrb sta organizirala in tako naprej, ampak kot spremstvo, ne, žena mora biti, prej si dobro rekel, ne, ni ti povedala, dobro te poznala, vedela, kaj ti mora povedati, kaj ne, ne. Ja. Žena te tudi ne vidi samo kot, vidite, pa te pozna, mora biti tudi trpežna, ne, ker vidi, da ti trpiš, ti ne sme reči, bogi, daj raj nehi, ne, greva domov. Ona ti mora reči, vozi Miško, da te tako, sam si se odločil, bež zdaj, ne, kaj zdaj jamraš, gremo dalje, ne, včasih, bom tako rekel, včasih je zano mogoče celo težje kot zame, ne, ker pač jaz sem na tekmi, jaz tečem, ali pa sem tekel, ne, imel sem okrepo tam, imel sem to tam, ona se je mogla pa usesti v avto, pa pripeljati na drugo okrepo, pa vedeti, kam tja prideti, recimo, ne, pa kdaj tja prideti, je včasih mogoče bolj naporno to bilo, kot pa moja tekma, ne. Tako da, kot si rekel, ne, vsaka čast tudi njej, ker podpora pa je pa toliko pomembna, da pravim, da tisti, ki je pa čisto brez podpore na tekmi, pa 3-krat kapo mu dol, ko bom rekel. Saj jih je najbrž malo, ampak je tudi, najdejo se tudi taki. Tako, ja. Zdaj, na katerem zelniku je pa zarasla ideja po organizaciji Rašica traila, ki je nastal že zdaj, kdaj je bila prva izvedba, 10 let nazaj? Ja, leta 15 je bila prva izvedba. Ta zadeva je pa tako ratala, ne, da, kot si rekel, jaz sem tam na tej sceni mogoče tam od leta 12, ne, ali pa ne vem, ali pa mogoče kakšen let prej še, da sem to že malo spremljal. Pol je pa ta zadeva tako ratala, da sem rekel, lej, pri nas ni neki velik teh zadev, trail je meni veliko dal, moram tudi jaz nekaj njemu nazaj dati, ne. In sva ženo pol malo podebatirala, kaj pa če bi midva to tle
jaz sem zmeril organizacijo zelo rad, ker sem, ne vem, še včasih fuzbal turnirje organiziral, pa take zadeve, organizacijsko stvari pošlihtane, bom rekel, v piko, ne. In z njo sva se krasno ujela, vsakemu svoje določene stvari, ona je imela to, jaz sem imel druge stvari zarihtati, in sva rekla, pojva probati v to, ne. Jaz sem progo izbral, skupaj sva delala vse zadeve, prijatelje zbobnala na kup, ne, ker brez tega absolutno ne gre, brez prijateljev ta tekma ne bi šla čez, ne. In sva rekla, dajva probati trailu nekaj nazaj dati, ne. Tudi midva bova nekaj imela od tega, družbo bova imela krasno in sva rekla, prvo let bova to traso naredila, ker nas je bilo res 10 za celo tekmo, nas je bilo 10, 11 za celo tekmo. Na okrepi punce so spekle same, kot sem rekel, vstopnica, da so lahko delale, je bilo en pladen peciva, ne, to je bila vstopnica, da so lahko bile zraven. Da so sploh in potem se je ta zadeva kar prijela in je šla vseh 5 let lepo laufala, ne. Res, da sva dala tudi potem nekaj za, kako bom rekel, za povrata, ne vem, vsak je dobil kakšno malenkost ali pa ne vem, tako da smo bili vsi na koncu zadovoljni. In smo rekli, ni nama bilo prioriteta zaslužek, prioriteta nama je bila družba, dobra organizacija, zabava in da se imamo fajn, ne, to je bilo bistvo, ne. To je bilo bistvo in prvo let sva bila malo skeptična, a bo to šlo čez ali ne bo šlo, ne vem, koliko sva imela štartnino, 18 ali nekaj takega evrov, ne, čist malo, ne, dala sva vsakmu, ne vem, eno malenkost, ne, pa malca pa te zadeve in sva čisto gledala, sva rekla, če jih imava 38 tekmovalcev, sva na nuli, ne, sva na nuli. Sem rekel, 30 jih že bo, ne, ker sva že dosti folka poznala, ne, sva rekla, 30 jih sigurno bilo, tako da tudi, če dava iz najnega žepa tistih 80 evrov ne bo konca, ne. Tako da na prvi tekmi je bilo ne vem, 47 ali 48 tekmovalcev, tako da je šla tekma čez in potem sva pa nadaljevala, ne. Potem je šlo pa, ne vem, na 90, naslednji let na 90, pa tako stopnjevalo se je, no, v glavnem, tako da smo bili hitro na 200, ker smo pa omejili, ne. Mislim, 200 je pa že lepa številka za obvladati tudi ljudi, no, tako, a ne. Ta 5 let smo imela potem 220, a ne, ljudi, traso sva podaljšala, tako da je bila zadeva še malo bolj zanimiva, ne, ampak potem pa, ko gledaš, ne, te administrativne zadeve, sva pa rekla, tega se ne bo več šla tekmovalno, ker je preveč ene papirologije, preveč ene odgovornosti, in potem sva šla v zgodbo tako, da sva v bistvu zadevo zapeljala prijateljsko in vsa ta naslednja leta, razen enega leta vmes, ki je bila tista korona, res nismo imeli nič, ne, drugače pa 4 leta prijateljsko in tudi letos imava namen na to zgodbo narediti. Pa nas je še zmeri 80 ali pa še več. Mislim, že to je veliko, no, si predstavljam, spraviti pa 250 ljudi tam na Rašico, Šmarno, je bilo, mislim, težko dobiti tudi dovoljenja, to so pohodne poti, pa to je treba vse pa redarje, pa zagraditi, pa označiti, pa to zna biti kar, konec koncev je Šmarka najbrž skozi popularna, cel let, ne, tudi novembra. Je projekt je kar velik, ne, in se pravim, vse te nagrade skupaj zbobna, to je bila meni največja muka, ne, ker jaz sem vedno hotel tekmovalcu nekaj dati, ne, in vse te nagrade skupaj zbobnati ni enostavno, pa ne vem, po firmah hoditi, pa prositi, a bi lahko, a bi a bi imamo tole, pa to, ampak se je kar izšlo, no, potem pa se pravim, kot sem prej rekel za UTMB, nehati moraš na vrhuncu, ne. Takrat je bilo krasno, super, lepo in sem rekel, če bomo to zgodbo še, ne vem, 5 let naprej peljali, tekmovalno, ne, bo šlo počasno vzdol, ne, in smo res nehali tam, ko je bilo top, zdaj pa peljemo takole naprej. To je, mislim, jaz vam vse mi pri srcu pravijo, nikoli ne smeš odnehati in tako naprej, kar velja, recimo za izzive v življenju, po drugi strani, pri področnih stvarih moraš pa vedeti, kdaj odnehati, kdaj odnehati, pa ne na dirki sami tudi, recimo, če si delaš škodo, a pa takole, reči, kdaj je kakšna stvar ravno toliko zrela, da bolj zrela ne more biti več, lahko je samo še pokvarjena, no, slabša.
perfektno. Perfektno. A je kdo, tudi poznavalcev Šmarne gore, Rešice, ki tam laufajo, potem na tvoji progi rekel, pa mislim, je pa dal nekaj novega, sem odkril še nekaj več od tega preklemanega hriba, ki smo ga mislili, da ga vsi poznamo, Lasten žep. Ja, ta proga je bila kar dostikrat potem odlaufana, pa še zdaj je, grejo dostikrat po tej trasi in tudi tako pravi, tako kot si rekel, niso poznali teh poti, tako da je bilo nekaj novega, ker že tudi prvič, ko smo imeli to 20-ko, še z Šmarno goro, je marsikdo kar gledal, odkje te poti, ker niso poznali teh poti, ampak se je lepo šlo, dal bi se še marsikaj drugega izpeljati, ampak je tole kar top. Ko je ta zdaj interni prijateljski dogodek, je to zdaj samo en krog, je to podaljšan krog, kako zdaj to izvedete, ali so tudi več krogov, to, kar bo na dirki? Na dirki so bili 3 krogi, zdaj imamo pa tako, zdaj imamo pa imamo klasiko, to pele en prijatelj gor iz vasi, pele ekipo, jaz pelem pohodno ekipo, ko imamo skrajšano, imamo tam enih 15 km, imamo Rešica, pa gremo do Poudja, pa na Šmarko, pa nazaj dal. Eno imamo pa podaljšano, pa pele ena prijateljica, je pa pol gre še na Črnuški hrib, pa potem na Dubeno, pa tako, da je malo podaljšana, pa do Kovača dol, do gostilne, tako da je malo več višincev, pa ne vem, enih 6 km je del ali 5, pa enih 300 višincev več, tako da je malo bolj. Da ste približeni isto v cilju na zakuski. Tako, ja, tako imamo nekako naštudiran, da smo približeni isto na okrepah, mi hodimo pač, eni ostali pa, kolikor se da tečejo, tako da smo približeni cilju, skupaj pol je pa tam druženje. Zelo lepo, zelo lepo. Pa tudi novembrski termin je bil najbrž dober, čeprav vreme pač ne gre na roko, ampak glede na to, da je... Vreme je bil vedno vrhunski. No, evo, to. Imeli ste kaj, sneg, blato, vse ste imeli, dež, blato, sneg, ni da ni. Vreme je bil vedno vrhunski. Prvo let, ko je bil sonce, je pa odpadlo. Mislim, brez veze, ja. Na soncu pa namo delali, to je pa. To ni zanimivo. To pa res je. No, tale Rešica, Šmarna gora, pač ja, domači trening, kdo bi rekel, vse se pol tega ne veličaš, ti se očitno nikoli nisi zares, no še več, Zdaj, si ti svoj prvi Everesting rodil v glavi kar tako malo čez noč, da bi se zdajle midva tam ne srečala v gostilni, pa ti jaz rečem, ješ, a boš kaj lafat, pa rekel, to boš šel malo dol, kaj pa če bi šel kar, 28krat na Šmarno, ali kako si se spomnil, da boš to delal? Približno tako se je zgodil, ja. Približno tako se je zgodil, jaz med tisto korono takrat, bil sem zelo velik doma, ker smo imeli take, kako bom rekel, stroge nadzore v službi, čim je bil eden od nas bolan, od moje familije sem mogel biti jaz doma, in sem potem nisem vedel, kaj naj počnem, pa sem potem, prvič, ko sem bil doma, pa sem rekel, cel dan imam cajta, izven meja nisem smel jeti, pa gremo, pa sem začel na Šmarko hoditi, pa sem šel 10krat na Šmarko. Pa sem šel drug dan 10krat na Rešico, kar tako, nikjer nisem smel iz mesta Ljubljane ven jeti, pa smo hodili, pa sem šel ta 3 dan pol s kolesom 10krat na Rešico gor, pol pa sem bil naslednjič doma, sem rekel, zdaj pa imam cajta dost, sem rekel, nič, pa gremo Everesting narediti, pa sem ga šel, od danes do jutr, jutr bo vreme bo, v avto sem parkiral, imel sem dol malco, v avtu pijačo, hčerka me enkrat za jaz prinesla vmes, žena je prišla pol malo pogledat, prijatelji so prišli malo zraven, ko so vedeli, drug ni vedel, kaj dosta, o tem. Nuša me je gor pa denala, ko da sem njen edinec, tako da je bilo top, In tisto sem udelal pol v 20 urah, stvar zaključena, meni se ni tako, ker sem že imel eno zadevo, da je to bil neki ekstrem, meni se ni zdel neki tudi ekstrem, meni je bilo fajn, pripravljen sem bil, zgodba zaključena. Naslednji let pa mislim, da sem pa pol pa od shoda do vzhoda delal, tam je pa pol 24 ur trajal, ker sem bil res od začetka pa do konca, tam sem pa 10 urjev naredil, tam pa lahko trase menjaš, edin vrh mora biti skozi isti, In si pa vse trase dal čez, ja.
Ja, vse potke sem dal pol čez, ne. Vrh je bil vedno Šmarna gora, ampak tam sem jih pa pol, mislim, da 32 obrnil, toliko, da je bilo 10 jurjev višincev, ne. Ampak tako, je ratala zgodba, ne. Mislim, Korona je to dala, korona. Imel sem pa to, tako ti bom rekel, vedno željo ga narediti, ne. Dolg cajt sploh nisem vedel, najprej samo za kolesarskega, pa to, ne, to imam še nekje v umu, mogoče kdaj speljati. Pa sem pa zvedel, da je tudi na peš gre, a ne, smo ga pa pol na peš probali. noro. Mislim, se pravim, Everesting se je rodil, praktično korona ga je rodila na en način, ne. Ja. In to je Po takrat, moje, da res, ja. ja, zato ker pač kamor nismo mogli iti in kaj, pa Ja. jih drgnil gor pa dol, pa namest na Everest, si pač hodil na lokalni hrib. Zdaj, zadnjič smo se pogovarjali, ja, kaj je zdaj pa, kaj bi bila pa optimalna proga za Everesting, ne? Kakšni nakloni, kakšne dolžine, zdaj ti si imel tle kaj kilometer pa 300 višincev, nekaj tazga, kako je bilo? Ja, tle je bilo 320 višincev, pa mislim, da je kilometer 300. Dol sem po drugi teku, ki je bilo približno 2 kilometra, ne, ker je ta zadolje malo zoprna, no, tale Partizanka. Ampak za gor pa prav še Partizanka je bila te ni ubijala. Ne, mi je bila kar fina, no, če bi jaz sam izbiral, no, enkrat sem delal polovičko na Smledniški grad, sem polovičko delal tam, ne, in tista mi je bila še bolj pisana na kožo. No, tam je pa 150 višincev, pa mislim, da je nekje okoli 700 ali 800 metrov je dolžina trase, in tista mi je bila pa še boljša. No. Niti ne zmatraš nog za gor, niti za dol. Ne. In tista mi je bila top na Smledniški grad. Recimo, pa bi drgnil tam. Sej so ga delali pol za mano. Aha, seveda, ja, seveda. So prijatelji delali za mano, pol točno tamga, jaz sem bil pač tam. A bila Tjaša Seliškar to, kdo je bil to? Ja. Točno. Pa še dva prijatelja, ja, pa dve prijateljice sta ga delali tam tudi, ne, in tam je bilo top, no. Meni je tam, bom rekel, za Everesting ni 150 višincev, sej se ga naješ, ne, ampak meni to ni bil nikoli problem. Meni tudi 100 kilometrov po stadionu ne bi bil problem laufati, ker enim je pa to muka. Ja. No, sej zato si pa tudi svoj trail naredil v krogih, a ne? Ultra trail v krogih. Kaj, klinca, ne? Koliko kročevalnic pa hočete? Tle je kročevalnica, tle boste prišli, da se pa znajte. Ja, kaj pa, a ne? Maga. No, sej, če si že pri tem, ne? Te pitak se nikoli ne naješ, ne? Zdaj, okej. Jaz sem ti že prej rekel, da sem skozi ješ. Ješ, ja, kako biti ješ, tako da se nikoli ne naješ Šmarne gore, a ne? Zdaj pa, Everesting. A zato, ker je bilo tako lahko, ali zakaj dvojni Everesting? Vem, da je bila dobrodelna nota tle zraven, ampak povej mi več v tej zgodbi, ki je stara zdaj pa, koliko, 2 leti? Koliko? 2 let pa 2 meseca je od tega, ja, aprila 23. Takrat se je zgodba tako odvila, ne, da jaz sem imel, če sam veš, mogoče 10 let pa ne vem, 5 mesecev teka vsak dan. Vsak dan sem tekel 10 let pa 5 mesecev, ne. In jaz sem za vsakič, ki se je 1000 obrnil, ne, sem naredil neko dobrodelno noto. Imel sem 2krat tukaj dol za Savo, bom rekel, en tak krog 3-kilometrski, pa sem 2krat tam že imel dobrodelno noto, enkrat sem zbiral za enega sovaščana, smo zbrali, ne vem, enih 400-500 evrov, enkrat sem zbiral za eno tole, kaj je že, družino, ja, ki je imela tele, kako bom rekel, posvojence, ki so imeli vsi neke zdravstvene probleme, gor iz Zavrča, ki je bilo 2000 dan, sem za njih zbiral, ne, 3000 dan nam je korona vzela, da bi takrat imeli neko dobrodelno noto, in sem rekel za 10 let, ne, pa 10 let obrnem, moram pa nekaj posebenega narediti, ne. In je potem ta želja meni zrasla, ne vem, jaz sem imel v glavi sicer še malo več, ne, ampak pač glede na moje stanje pa na moje pripravljenost sem vesel, da sem speljal dvojenega. Ta punca je pa prišla, ta deklica, no, ki sem za njo zbiral, deklica z nasmehom, je pa prišla tudi od moje, kako bom rekel, prijateljice pa skrbnice na Šmarni gori,
ideja, ne, in smo pač se odločili za njo in smo za njo zbirali to zadevo. Ne. Mogel je pa biti nekaj v ozadju, kako bom rekel, da imaš ti en cilj, pa eno motivacijo, da to stvar sploh speleš. Ker če bi jaz to delal, mogoče kar sam zase, ne bi imel tazga motiva to narediti. Zdaj pa sem bil v bistvu po en stran prisiljen, da naredim ta dvojni Everesting in sem ga naredil. Če bi mogoče sam bil, sam zase... Bi odnehal prej mogoče. Ne, ti povem pošteno, bi mogoče tam pri 33, 34 vzponu se ustavil, pa nehal, pa zaključil zgodbo, ker sem bil res adijo, ampak so me te moje prijateljice, 3 punce, spravile k sebi, malo so me dali spančkati za enih 15 minut, pa so me spravile k sebi, pa malo naputrale, pa tako, da sem to zadevo speljal. To smo do cilja še več kot 20 vzponov pomagali. Ja, vem, da sem imel več kot 20 vzponov, ampak so me tako zmotivirale, da je zgodba speljala do konca. Pa tudi to sem imel v glavi, da jo moram narediti, če sem si jo zadal. Noro. Verjamem, se pravi, boš rekel tam 33, kjer 34 je bil najtežji, ker vem, da 56 je bil najlažji skoraj da na koncu. Okay. Ja, skoraj da, sigurno je bil lažji kot 33. Je pa zgodba bila tako noro zapeljana, da res, da je bilo nekaj reklame, je Betka naredila malo reklame, pa te zadeve, ampak nisem si predstavljal, da bo toliko folka prišlo, pa me spremljali. Jaz sem bil v teh 56 vzponih, sem bil 5-krat sam. Noro. Vedno sem mu spremljal, pa nikoli z nobenim zmenjem, pa nobenega klical. Ljudje so sami prihajali, ko si prej Žulovca omenil. V 11:30 sem bil jaz sam, tam s kombijem, sam. Imel sem pač v kombiju vse pripravljeno, in sem mislil lepo, ob 12:00 sem rekel, bom štartov in poglej njega, lepo, tak z ruzakom, pa še s prijateljem in smo Žulovcem pičili ta prve vzpone. Tudi on zelo dolg z mano, tako da skozi sem imel pot, tako da je bilo zgodba noro zapeljana. Mislim, praviš, to je pomagalo, futrali so te, pedenali so te, masirali so te, ni da ni. Skozi sem imel ljudi zraven, masaže, pošteno ti povem, nisem rabil sem pa besedo, motivacijsko besedo, pa tisto, kako bom rekel, sam mogoče, ne vem, si sprobal ali nisi, po tokem cajtu ti ne paše več jesti. Piješ še, jesti pa nekako ne paše več. Ampak so me, kot si rekel, dobesedno pitali, ker sem mogel. Ker sem mogel. In so me spravile vse punce in je šla stvar čez. Imel pa sem v planu trojenega dela, da ti pošteno povem. Ampak pač ne tisti dogodek, ali naslednjič, ali takrat? Ne, tisti dogodek, ampak pač na pripravljenost je bilo to. Tako da sem vesel, da sem tega speljal. Čak malo. Potem sta pa še dva prijatelja zgodbo podaljšala, za 2 dni ali za 3 dni, ker sta tudi same dva ga pol naredila, tako da je zgodba kar trajala potem. Tako da sem šel naslednjih, ne vem, 4-5 dneh sem šel še 18-krat pol gor. Z njima. Boš rekel, da se ti ni, takrat se ti ni zagravžal. Ne, nisem ni zagravžal, ker če sta bila one dva z mano, sta one dva z mano sodelovala solidarno, moram tudi jaz pol z njima. Tako da tistih 18 vzponov je bilo še najbolj luštnih, kot ti bom povedal. Sigurno držiš zdaj vse rekorde v največ vzponih, v kosu, časovno, kaj je sem. To je, če obstaja sploh ta statistika. Ne vem, kdo to statistiko vodi. Mislim, da tako, sigurno ne v enem letu, ljudje, mislim, da so tudi po 365krat gor ali pa še večkrat. Jaz sem to zgodbo enkrat probal, mi ni peljala, sem po 10 dnevih, pa ne vem, pa 30 vzponih nehal, ker sem rekel, to je treba, 1000krat sem mislil, 1000krat v enem letu, V enem letu sem mislil, je 1000krat, pa sem videl, da to ne pele, ker moraš, pol si res samo na Šmarno goro cepljen in nič drugega, To treba 3krat na dan jeti, in je zgodba po 10 dneh, ki sem jo zaključil. So pa ljudje, ki vem, da so vsak dan gora, In to že zgodaj zjutraj. Da sigurno nimam rekorda, imam pa mogoče enodnevnega, pa
stalnem sponu. No, to je bilo, pa na koncu mogoče, koncev je ta dvojni, to je več kot 100 mil, to je, koliko je to, skoraj 18.000 višincev, mislim, Ja. nor, a ne? Pa mislim, da je bilo glih tam okoli 100 mil, mislim, da je bilo okoli 170 km. Ja. Mislim, a je 170 km po 18.000 višincev, pa ni nobene 100 milke tam zunaj, to pa še nisem slišal. Ali je? A? Ja, ne vem, jaz tudi ne. Sveta Jaz tudi pomagalka. Mislim, noro, Ja. noro. Mislim, mene fascinira to, pa brez spanja, pa to si človek, ki to, mislim, a to lahko natreniraš, a moraš biti tudi pač. Ne vem, mislim, mene ena noč ni ben problem. To meni ni ben problem. Tudi sem že, ne vem, bom rekel, tudi iz tega UTMB-ja, ne, iz UTMB-ja, ko sem bil, sva ženo spala tistih 5 ur, ne, ko sem prišel iz dirke, 5 ur sva spala, potem tista podelitev, pa ceremonija, pa vse zadeve gor pa dol, ne, pa je bila zvečer ura 9, 10, sva se odpravljala spat, pa nikakor nisem mogel zaspati, pa pa tret, sem rekel, kaj pa če midva kar greva. In sva se spokala v avto in sva šla, in sva se pelala, ne vem, mislim, da nekje do 4 zjutraj. Potem je pa začel spanc zdelovati, in sva se pol parkirala, ne vem, 150-200 km pred domom sva se parkirala, 2 ure odspala na parkingu, 2 ure odspala in sva šla dam. Ne vem, meni to ni bil nikoli problem, ali pa ne vem, kaj 24, ko smo delali, smo isto 24 ur hodili, ne, pa noč pa to. Jaz sem pelal gor, pa sem tudi nazaj pelal, mi ni bil ben problema. Kaj niso spali v avtu, sami so se not usedeli, so že spali. Tako da ena noč gre čist brez problema, no. Druga noč pa, kot ti bom rekel, 15 minut sem spal, toliko so mi dali spanja. Noro, mislim, Ja, noro. ampak gre. Spoštovane, če pa tle niste zdaj izvedeli toliko enih novih stvari, ja, pa še bi, veš, da govoriva že uro pa 3/4, Roman, ja, Ja, mislim, ja. ne vem, koliko je. Mislim, pa še, spremljal. pa zelo malo, mislim, toliko bi lahko še pogovarjali, ampak da najino poslušalstvo, drage dame, vem, da rade gledate dva deca, ki se pogovarjata o za koga dosti nezanimivi temi, to je tek, ampak zdaj le kar ne morete nehati gledati, ne brž zaradi tega, ker so tako simpatična, posebej Roman danes, ja, teli majci UTMB, oranžna ti paše, Roman. Hvala. Za konec, ja, moram pa eno reči samo še enem tvojem zelo aktivnem udejstvovanju, ja, zadnjič, ko smo se videli, predzadnjič, ko smo se videli, no, si rekel, da greš še na tekmo, pa sem te vprašal na kakšno, ja, pa si rekel, da moraš še nekaj keglov vršiti, no. Zelo aktiven tekmovalec v keglanju pri ŠD Taborska jama si, ali kako? Tako je, ja. In to so eden boljših tekmovalcev tega kluba. No, ne vem, če sem eden boljših, bom rekel, sem pa tam nekje v zgornjem delu igralcev, ja. Tam 7., 8. igralec Taborske jame, ja. Mislim, Bom rekel, ker 6 igra tekmo, ne, 6 recimo igra, ne vem, v prvi ligi, jaz sem pa trenutno prvi igralec, bom rekel, zdaj smo prišli v drugo ligo, prvi igralec 3. lige bil. noro. Mislim, nisem vedel, da je ta šport tako razvit, pa da je toliko lig obstaja, pa toliko tekmovanj, pa tega pa sem šel malo klikati in me je fasciniral. Mislim, koliko časa se pa pečaš že s tem športom? Ja, ne vem, po moje ene 4 leta, 5 metov sem, ne vem, tam, ko sem bil star okoli 30 let, sem ene 2 let metal, potem pa enih 20, 22, 23 let nič, ne, potem so me pa enkrat, ne vem, sem prišel čistko za zajebancijo malo metati, tukaj pa so me videli, opazili, pa sem bil najprej v enem drugem klubu, potem pa tisti klub pač izpadel iz lige ven, pa sem pa v ta klub šel, v Taborsko in zdaj tle kar ustrajam. Ne. Noro. Mislim, kakšne talente moraš imeti pa za keglanje? Ja, ne vem, talente. Isto je računi, 1 uro tekma traja, narediš malo ogrevanja, potem pa tekma, približno to je računi enih 130 izpadnih korakov, pride na tekmo. Pela cest. Kugla je tam 2,7 kg težka, bržeš jo 130-140 krat na tekmo, pa si izračuni, koliko je to kil, pa moraš biti psihično precej močen tudi, ker imaš navijače zadaj, tekmuješ proti nasprotniku, nasprotnika imaš na sosednji stezi, tekmuješ proti njemu, tako da je stvar kar zanimiva, moraš biti skoncentriran, je kar, no, ni tako enostavno, ko bi kdo rekel, da
da stvar zgleda. Mislim, kje si se čistko, no, pa ne bo še predolgo tole tem, ampak kako si se navdušil nad tem športom? Mislim, kaj te poleg vsega tega res privlači? Jaz sem včasih, gremo kaj metati, imam tak muskel fiber pol, 3 dni roke ne morem premakniti, kaj šele, da bi travo kosil, to je dober izgovor pol doma, ja. Ampak je to, mislim, zdaj si vse povedal, ki do rab vaje za moč, če izpadne korake dela, to ne vem, trenirate vsak teden najbrž večkrat in tekme so redno in joj, noro. Ja, tekme so bile, imaš 14 tekem, ali smo imeli letos, drugače tam, ne vem, 18 tekem pride na sezono, ne. To ni veliko, če mene vprašaš. Drugače pa treniramo pa 2-krat, 3-krat na teden po 1 uro in to je to. To je zame bolj rekreacija, kot pa kaj drugega, no, kot pa resen trening, ne. Ker če bi hotel biti res top, ne, pol bi je to treba trenirati vsak dan po uro pa pol do 2 ure, če bi hotel biti res, da si top. Ampak jaz to lahko trenirati, pa nikoli ne bom dober. Malo rabe, kaj rabe, malo občutka rabaš, ali kaj rabaš? Občutek rabaš, ja, to definitivno. Ne. Da se marsikaj naučiti, ampak malo občutka pa moraš imeti, ja. To pa moraš, ja. Malo feelinga moraš imeti, no. Ni glih za vsakega, ampak da se pa marsikaj naučiti. No. Pa si z leti, mislim, kako pa je v tem športu, pa leta, pa to, ali pač v nekem kjerenkoli vzdržljivostnem in tako naprej, vse malo pada z leti, je tle drugače, se tle mojstriš, je tle mogoče z leti, lažje ohranjaš neko formo. Tle bom rekel, je več tekmovalcev starih čez 50 let, ka pa unih pod 50 let. Ne. Več je teh 50-letnikov, ka pa, ne vem, mogoče si slišal, če se gremo zdaj že glih v keglanju, Uroša Stokla, samo mogoče poznaš. Ja, on je, če veš, ultra kolesar, ne, on je zdaj porušil rekord, on je sploh štartal na rekord, je 24 ur zaporedoma keglal, ne. To je bila tudi meni želja, pa mi je bila zdaj strani kardiologinje malo odsvetovana. Tako da ni, kako bom rekel, tle neka taka huda, velika razlika, si ti, ne vem, starejši, a si mlajši, ne. Moraš biti pač pripravljen, ni pa neke, da bi rekel, toliko razlike, kot pa v teku, no, bom rekel, v rezultatih samih. Pa če potegnemo črto pod kegljanje, praviš dobra rekreacija, ampak vsem tle mal en del telesa bolj trpi kot drug, recimo, če si desničar, desna roka, pa leva noga. Ja, sam poglejmo vse druge športe, jaz sem to že imel, zdaj, tako bom rekel, poglej tenis, tudi igraš z eno roko, poglej košarko, meče z eno roko, ne vem, skačeš, udrivaš se z eno nogo, pristajaš na drugo, recimo, ne vem, vsi športi so veliko športov je specifičnih, ne, ker dela v bistvu ena stran, druga stran 3-krat manj, ne. Tukaj je pa res velika razlika, pač, če ne delaš ti še nekih vaj doma, bom rekel, ali pa da si še v nekem drugem športu, jaz pač tečem, pa sem na kolesu, pa tisti, ki pa res samo kegljajo, ima pa, ne vem, pač eno nogo ima močnejšo kot drugo, eno roko ima močnejšo kot drugo, ena stran, ne vem, hrbtnega dela je močnejša kot druga in to ni zdrav, ne, in zato pa moraš delati, če kaj drugega, ne samo kegljati, ne. Pri tebi ni bojazni, ne, da ne bi še kaj drugega dela. Ja, upam, da smo še kaj spomnili, ne. Ja. Ustavite ježa, ne mogoče. Ježa ne morate ustaviti. Imam eno hudo idejo, veš, tako poletno, ne. Da slišam, če... Sam moram še reko najdete pravo, veš, tako, da ni pregloboka, ne. Čak, zdaj, kaj boš, trajnostno ribe lovil 24 ur? Ne. Tek po reki navzdol, a ne bi bila to dobra zadeva? Kaj ti misliš? Mislim, da, evo, prav kar si Martinu strelo vzel, še tisto, kar je imel, on je po reki dol plaval, ti bi pa... mi bi pa tako reko, ki ni pregloboka, a veš, kot steže do kolena ali pa največ do pasu, ne vem, razdalja, ne vem, 4-5 kilometrov, tek po reki navzdol. Bi bila zanimiva zgodba za polet, ne? Stari. A veš da, no, videl sem en video nekje v Španiji, ne bom rekel v Franciji, Španiji, menda, je bil nek tek, v bistvu nekaj podobnega, ker ti praviš, v bistvu je bila pa neka sipina, ki jo voda zalije, mislim, da je tako, da je 0,5 metra, 8-kilometrska, prečil si kaj na jezero, ampak lahko si potem laufal in
tam imajo dirko vsak let, kako izmučeni so ti ljudje. In zdaj sem se spomnil na to, na ti bi šel po reki navzdol, kar je trail varianta tega, kar ja, mislim. Ja, ne. Če ste mislili, da boste ježa, ne boste vi ježa. Jež ima skozi ideje. Bo jež najdu še ideje. To bom pa, pri prvi izvedbi teka po reki navzdol bom pa zraven, če drugega ne, kaj špiker, če nam že laufal. Roman, a veš, da 2 uri zelo hitro mine v tvoji družbi, kaj šele, če bi kegljala, pila ali kaj drugega počela, trelašila. To še pride, to še ne pride. Se strinjaš, bova probala kdaj. Najprej malo kegled, pol pa kakšno spiti. Ne upam reči, izziv, ampak karkoli sem že tle v tem podcastu obljubil že mrske, bom tudi tlemu rekel izziv, ali zaradi tega, da se kdaj kje pojavim, zakaj pa ne, pa mogoče rem iz svoje cone obdobja, kar se tega tiče. Roman, jaz bom rekel, da si fantastični sogovorca, ne? Vem, da imaš še ogromno zgodb, ki jih hočem še slišati, če ne drugače osebno, če ne pa še kdaj takole. Sem res vesel, da si se odzval, da sva tole sestavila, neizmerno sem užival in res, bravo, hvala ti še enkrat za čas. Hvala tebi za povabilo, pa se vidimo novembra. Kje boš pa še prej, Pavlu, hvala, z veseljem pridem, imam kljubico, v Ljubljani se bomo videla, bo še kje, zdaj do takrat, morda na kakšnem trailu, morda trasiral, navijal, poleg seveda Baške grape, ta vikend. Pod Brdo definitivno grem navijati, potem pa mogoče tole, K24 bom definitivno tam, to definitivno, ali bom kakšna pomoč, žena je že aktivirana, tako da jaz mogoče v kakšni pomoči, ali pa samo na Košta trail, tiste je ta prava zadeva zdaj zame. Potem imamo neke plane, da bomo šli pometati Julijana. No, to, da bi šel pometati, potem pa definitivno obala, tudi kaj grem zraven, tako da povsod me bo dost, ali pa naju bo dost, ker mi dva sva itak, jaz pa žena sva itak ekipa in sva tandem, tako da sva skozi skupaj. Ježki prihajajo, praviš. Ježki prihajajo, ja. Roman Jež, super mi je bilo čast in veselje, lepo se imejta, Mojca, z Mojco tudi pozdravljam, uživajta v Baški grapi, navijajta, pa se vidimo. Bova probala. Pa uživaš, okay. Ajde, srečno. Marko, ajde. Hvala. Ajde, živijo.